In pa se je zgodilo eno jutro, ko sem se zbudila in nisem hotela vstati. In po parih mesecih, ko sem ne bila že tako na avtocesti, bom zdaj zavila, ker itak je brez veze, da živim. In pa res nisem več vedela, kaj. In takrat vem, da sem pol mojega očeta klicala, sem rekla, jaz moram odkriti, kaj to je, ker drugače si bom vzela življenje. Ko mi je moj coach sem mu enkrat rekel, tako, bi lahko je zdaj vse svoje strahove spustil, rekel on, seveda, lahko, ampak ne vem, če je to koristno. Mi je ful lepo, ko svetu poveš, da ne zmoreš. Kako se odzivajo ljudje, ko poveš ali pa ko zvejo, da si rodila na domu? Otroke vzgaja vasa, ne dva starša. Ne. Tukaj si v bistvu ti drugače odločaš, ne vpišeš otroka v vrtec, v klasično šolo, ne greš neke te sistemske poti. Kako ne jaz zdaj pred sami ko moram povedati neko svojo zgodbo uspeha, kako ne jaz povem pa, da nisem okej. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Ti si zdaj že kaj snemala drugače v življenju? Na tak način ne. Posneli smo film drugačno, tak božični film, ampak v naravi, pri nas v žarovnici. No. Smo hoteli tu podjetja igrati božično predstavo, pa je prišla korona, pa je prišlo 10 ljudi. To se nekaj spomnim celo. Je bila božična zgodba. Wow. Sem bila žaba. Zanimivo obdobje. Ja, ful. Takrat se mi zdi, da je vse ustavilo in vsi smo postali zelo kreativni. Kako pa lahko vseeno pridemo do ljudi. Spomnim se v bistvu tudi tvoje zgodbe takrat. Ti si bila noseča, tako kot mi doma. Točno. Mi smo ful podobno začeli družino. Ne? Ja, s tem, da mi nismo več imeli izbire poroda na domu takrat. Ne? To je bil že čas prepovedi. Ti si še dokaj na začetku, ne? Ta zadnja, skoraj ta zadnja. Kaj je bilo to? Se mi zdi, kot da je bila tvoja zgodba skoraj povod za to, da so to zakonili takrat. Takšen čutek sem dobil. Ja, jaz nažalost malo tudi, ker takrat so me kontaktirali iz Jane, če lahko podelim svojo zgodbo in jaz sem ful vesela, valjda, tu naj ljudje slišijo. In par dni za tem člankom se je vse zaprlo. In sem tako, tu pa res ni bil namen in mi je bilo kar težko takrat. Verjamem. Nikita Lunka. Kdaj si prevzela to identiteto Nikite? To sem prevzela. Poročila sva se 31.7.2021, torej zdaj bo 4 leta od tega. Ker sem iz Nika Sedmak postala Nikita Lunka, Boštjanova žena in hkrati sem si tudi ime spremenila. S čim je to bilo povezano zate? Ja, že od rojstva se nisem čisto poistovetila z imenom Nika, in sem pol čutila, ko se je začel ta zgodba družinskega centra in vsega, da si želim nekaj bolj lahkotnega. Ne? In pol moj mož se piše Lunka in mi je bilo tako, kako simpatično. In sem tako, Nikita Lunka in se mi je zdelo to zelo pravlično, in se mi zdi, da sem se kar mal poistovetila s tem in pol sem se spremenila in se mi zdi, da sem zdaj par let kar živela to Nikito Lunka in mi je bilo ful fajn. Ful dobro. Zdaj pa prihajam v obdobje, ko sem gotovila, da pa nisem, sem Nikita Lunka, ampak sem bila pa prej tudi Nika Sedmak in se mi zdi, da se zdaj te dve identiteti združujeta in je. Bi rekla, da prihaja za tabo neka preteklost ta trenutek? Ne, kada sem mogoče zdaj ta leta nekaj gradila in sem rabila tudi eno identiteto prevzeti, zato da se je zgradil ta center in da zdaj tu živimo. Zdaj pa se je en mir prišel in sem a bi bila Nika, Nikita Sedmak, karkoli, v bistvu en mir je prišel, kada ne rabim več druga imena, zato da živim to, kar želim. Kaj pa, zdaj, v bistvu, če te kdorkoli pokliče zdaj Nika ali Nikita, ti kakšna razlika? Ne, v bistvu mi ni. Ker priznam, da še mi dva, ko se doma kdaj pogovarjava, ker avtomatsko še Nika ostane. Veliko ljudi in se mi pol opraviči in rečem, da ni panike, ker jaz bom zmer tudi Nika. In mogoče si on celo dodala nazaj. Nisem več... Nika Nikita. Ne vem. Fulušno. Kaj bi rekla, da so tvoje največje zmage v življenju?
da te malo najprej spoznamo. Na katere stvari si ti najbolj ponosna zase? Od celega življenja pomislim, je to po moje v prvi vrsti družina, ki jo imam zdaj 10 let nazaj, sva z Boštjanom začela to pot, zdaj imam 5 let, imam Piko, 3 leta Naceta in se mi zdi, da je to v bistvu največja zmaga. Da sem najdla in ta mir in da sem ok, da živimo skupaj in smo, da ne rabim ves čas nečesa početi in tako, to mi je sigurno ena velika zmaga. Druga zmaga je podeželska skupnost, ki jo skupaj zdaj že 4 leta ustvarjamo, ki se nas je najdlo 10 družin, ki si želimo enega otroštva v naravi, na podeželju, da se učimo samooskrbe. Tako da to mi je sigurno ena krasna zmaga. Omenila si v bistvu, da je del zmage mir, da si ga našla. Kaj to pomeni zate? Jaz se mi zdi, da sem oseba, ki je rabila vedno veliko adrenalina in akcije. In skus moramo nekaj početi. Če se jaz ustavim in sem pri miru, je že kar, to ni ok. In 2 let nazaj, ko smo bili na morju, srednji česar na Rabu, v enem divjem kampu, me je sam preplaval ta občutek, ok je, dovolj si. Tu, če sam si, tu, če sam sediš, tu, če ne delaš nič. In sem ful vesela, da je po 30 letih prišlo to prvič v življenju. Kaj je bilo pa pred tem, torej? Pred tem mirom, kaj je bilo namesto tega miru prej? Tako se mi zdi, da sem mal hotela vedno igrati eno vlogo pridne punčke in pomagati in vedno sem imela občutek, da se dobro počutim, če sem pomagala, če sem bila koristna, če sem vsem ustregla, če sem vsem rekla ja. In je bilo to zelo naporno živeti v tem telesu, ko mora vedno drugim ustreči. In se mi zdi, kaj pa prišlo to, da je ok, da tudi če kakšen dan ne naredim nič in samo sem še zmerila dovolj dobra mami, prijateljca, partnerka in biznis človek, tako da je čisto ok. Pa ga še zmer iščem, nisem ga še čisto našla, sem veš ko zaznaš občutek, da pa prihaja, je pa ful lep. Se ti večkrat zgodi, da še vedno tu se prideš v nemir? 1000krat. Ja. Vsak dan znova. In se vsak dan znova spomnim tistega morja, tistega občutka in tako in ga poklicati nazaj. Torej si ustvarila neko sidro, ki ti pomaga, da te usmerja? Tako. Fulošno. Sidro v morju. Sidro v morju, ja. Ok. Kje pa vidiš, da je v bistvu napaka v tem, da skušamo vsem pomagati? Zakaj misliš, da je to toliko narobe in kje tukaj ljudje največ zgubijo potem energije, da pomagajo? Kako si ti to doživljala? Liho tam, ko se mi zdi, da pol človek se kar ne počuti, da mu kar damo vedeti, če mi boš zdaj pomagal, če boš to naredil, ti bom dal eno odobravanje, če pa ne, pa si len, počasen in kada družba, mogoče tudi slovenska, malo stremi k temu, dejmo. Sigurno pa dosta vzorcev otroštvo dobimo, Vsaj pri sebi sem videla, da je bil ta občutek, da če sem poslušala mami, ko sta se starša ločevala, če sem pomagala, pol sem bila dovolj, in se mi zdi, da sem to pol mičkan prenesla pol tudi druge odnose in življenje. Pa se ti res zdi, da ljudje zahtevajo to pomoč, da pogojujejo ljubezen na podlagi pomoči, ki dobijo, ali je to res samo, da so nas naučili, da tako razmišljamo? Jaz mislim, da smo zelo naučeni. Sploh punčke, velikokrat res, ker imamo tu v sebi privzgojeno, da smo pridne, da smo poslušne, da pokimamo. In se mi zdi, tako, ko malo odstopamo od tega, začnemo nekaj drugače delati, tako slišimo komentarje. In se mi zdi, da se moramo prav odvzgajati tega zdaj, ko smo odrasli. In jaz se res trudim moje otroke, sigurno in kaj tudi prenesem, ampak tudi vzgajati v tem duhu, ok je, v redu si, igrej se, bodi svoboden. Tako hkrati, imaš odgovornosti, ampak hkrati tudi, dovolj si. Na kakšen način pa se odvzgajaš od tega, te identitete? Po moje zdaj vsemi temi koraki, ki sem jih naredila, da sem se preselila na eno staro kmetijo, kjer začenjamo eno tako svojo zgodbo pisati in ko smo začeli v bistvu to, ok, pridite družine, ki tudi tako podobno razmišljate. Obdala sem se z ljudmi, ki nam je tu blizu in se mi zdi, rastem,
ja, skozi se mi zdi, da poskušam tako, kdo jaz sem, brez vseh teh, kakšna sem in tako, skozi se pravim to preizpraševati. In se mi zdi, da družine drugo tu učimo, da si zmer znova, da si postavimo eno ogledalo, ne kot neka sodba, ali pa to delaš prav ali pa narobe, ampak samo mogoče kot neko ogledalo. In vidim, da je ful pomembno, ob kom smo, da se obkrožimo res z ljudmi, ko podobno razmišljamo, ko se podpiramo. Ker dostikrat se mi zdi, postaneš družina in pol so tvoja bližina, so, ne vem, tvoji starši, ne pa od partnerja starši. In je skoraj tudi tu. Jaz pa res stremim k temu, da se spoznamo družine, ki podobno razmišljamo, ali pa posamezniki, ki nimajo družin isto, ne? Da nismo sami v tem, no? In da si lahko podelimo. Meni je pa ful težko, spet sem padla v tu, spet mi ne gre in da si lahko povemo tako, ko je. Čeprav včasih boli, pa včasih pa ta looking good, veš, ko pride, kako bom zdaj izpadel, kaj si bom mislil, a sem zdaj jaz hranljiva, ampak vedno znova se mi zdi, ko grem čez to, pa podelim, da se odprejo še vrata na drugi strani in da tako gremo pa čez vsa prepričanja, vzorce, počasi. Mi je ful zanimivo, ker odkar te poznam, si ti zelo aktivna tudi na socialnih omrežjih, ne? Ti deliš dosti svojega življenja in tako bi imel občutek, da ti nimaš težav s tem, da se deliš in kako boš izpadla, ne? Ker govoriš, ves čas imam občutek, da govoriš svojo resnico. Pa je ves čas tako ali ni? Ne, tudi tu sem zdaj opazila. Jaz velikrat sem stal na mero, bom jaz, s tem, ko bom jaz podelila, da nam je bilo kaj težko, pa tu bom še komu dala, v redu, nisi sam. In zdaj se mi je novembra, lani se mi je sesul Facebook, tako zaklenili so mi račun, nisem več imela dostopa in se mi zdi, da se je sesulo tudi malo tako v meni, kdo sem jaz, kako me vidijo ljudje, tako in sem gotovila, da ni bilo zmer iskreno, no, da sem kdaj tudi jaz eno drugo identiteto prevzela in da ko nisem čist na ekranih, ko sem sama s sabo ali pa ko ne delim, tako da zdaj še malo odkrivam in veliko manj objavljam in veliko bolj premislim, kaj je res tisto, kar bo dalo ljudem ali pa meni, no. Ker sem že dobila včasih komentarje in sporočila in ljudje so prišli do meni, jaz bi tudi tako kot ti, jaz bi imel tako življenje, jaz bi počel te stvari in pa sem se usela in sem sam tako, jaz pa, mislim, meni pa ni tako lahko, no, ne vem, če bi vsakmu to priporočila, no, je kar težka pot. Kaj bi opisala, da je najtežje na tej tvoji poti trenutno? Po mojem ta drugačna izbira življenjskega stila, ne. Otroke imam doma oziroma v neki skupnosti, ne delam, torej v bistvu imamo en praktično prihodek. Tu pol v bistvu tudi ljudje se mi zdi, da še zmer gledajo, kaj, včasih še zmer pomislim, no, ali pa mi kdo reče, kako si upaš, kaj. Kada tukaj se v bistvu ti drugače odločaš, ne vpišeš otroka v vrtec, v klasično šolo, ne greš neke te sistemske poti, da se skozi malo preizprašujem, a je to ali ni in mi je skozi mi je malo težko, no. In vsak dan se vprašam, a je to, a je vredno, a je the best, pa pomislim, dan smo bili v gozdu, smo kurili v nogen, nasmejana otroka sta, starši so prišli veseli jih iskati in v redu je, je. Hkrati pa si dovolim, da če bom na neki točki ugotovila, da mi je pa preveč, da ne zmorem, da pa tudi spustim. Kako pa čutiš ta strah, to vprašanje, a je to? Kje ga čutiš v telesu, kako ga občutiš? Po moje, kar me prežame. Mislim, včasih recimo sem kar tako malo trda ali pa kar tako, sem napeta, no, dostikrat se mi zdi, da bi rada dala neko sliko te sproščene, vilinke, Nikite, tako, ampak v resnici pa sem kar pod stresom, no, velikrat. In zdaj se mi zdi, da sem sicer sprejela, tako je in tudi, kdaj kdo pride, kaj reče, sem tudi tako, razumem, ne vem, če je to prav ali narobe, mi si tu zbiramo, ampak čist da best je, da ti pa najdeš svojo pot in se mi zdi ful probam zdaj tako delovati, ne vem, če je to najboljša pot, mi smo si jo zbrali, ti pa sam razmisli za tvojo družino, kaj pa bi bilo, kaj pa bi bila tvoja. Zdaj si omenila, da te ta stres paralizira. Kako pa uspeš v bistvu delati korake naprej, kljub tej paralizi? Ker to, mislim, da je to pogost pojav, predvsem pri mamicah,
Da je ta paraliza dostikrat jih ustavi, da ne naredijo tistega koraka v neko smer, katerokoli to je. Kako se ti s tem soočaš? Ful dobro vprašanje. Ja, jaz sem bila po moje že 20 let nazaj, ko sem bila stara 10 let in sta se moja starša ločila, je bilo takrat že prva moja paraliza. Ne? In takrat je mene 11 let starejši brat je rekel, dejva nekaj narediti na tem, ti bom pomagal priti ven iz tega. In pol me je pelil v bistvu na en tečaj, na Landmark in sem tam ozavestila ene stvari, sem že takrat pri 10 ful probala skomunicirati z mojim očetom in potem se je začela moja pot, ne? In terapij in tako coachingu in se mi zdi, da sem skozi rasla, skozi sem iskala to pot, kako iti iz te paralize, iz tega krča, iz tega adrenalina in sem se opremila z veliko enimi tehnikami ali pa mindsetom, ne, kako, kaj zdaj narediti, ok, ful me je strah, ne vem, konkreten zdaj primer, ni bilo prijav na tabor za družine, zamrznem, kako bo zdaj izpalo to, kaj naredim, in pol vdih, izdih in pol se spomnim, ampak jaz si pa želim, ne, tiste družinice, ki smo skupaj, tako se, kada se povežem s to vizijo, ne, kako nas bo napolnilo, kaj se bo zgodilo in grem v ta svet in pol se iz tega sveta začnem izhajati in ponovno povabim in stopim ven in pa me je še zmer strah, recimo. Ampak kada hodim s strahom, a ne, ker je vizija tega, te skupnosti in to večja. Pa bi rekel, da je strah koristen v tem primeru ali je nekaj, kar nam zgolj omejuje, da bi živeli polno? Jaz mislim, da je the best. Tako, da je. Ker se mi zdi, da bi lahko drugače velike neumnosti naredili ali pa nepremišljenih stvari. In je the best, da tam je, da se ti preizprašaš, da vprašaš par prijateljev ali pa kogarkoli, a je to okej, da malo ne narediš si enega ja, kako zdaj naprej, ampak ne sme pa biti prevelika, ne? Da se pa pol ujameš pa stopaš nazaj, ne? Ko mi včasih kdo reče, joj, ti kar greš, ne? Ja. In se mi zdi fajn tudi korakati z njim. Ok, strah me je, povem ljudem, da me je strah in hkrati pa grem. Meni je bila ful zanimiva anekdota glede strahu, ne? Iz NLP-ja, se pravi, dokaj sorodna zadeva Landmarku, ampak ko mi je pač moj coach, sem mu enkrat rekel, ne, tako, bi lahko je zdaj vse svoje strahove spustil, ne, rekel, on, seveda, lahko, ampak ne vem, če je to koristno. Znam, kako to misliš? Rekel, ja, gled, če boš šel na cesto, ne, pa čez avtocesto boš hotel priti, pa boš kar šel, ne vem, če je to dobro, da nimaš strahu, ne. Tako da, takrat sem pogledal v bistvu, kako je strah lahko koristna zadeva. Ful dobro. Ja. Ampak sprej, ti si se to verjetno priučila delovati s strahom. Ja. Po moje sem na neki točki dojela, da strah bo prisoten in vedno znova se lotevam nekih novih stvari in pol je zmer ta strah pride in sem tako, ok, pač strah, ti si tle. Ali pa kombinacija je, ne, strah, neprijetnost, malo sramu, tako, kada je ena mešanca čustev, ko pride vame, ko moram nek nov korak narediti. Ampak sem kar tako, ok, tukaj ste in jih povabim s sabo, ni tako, zdaj sem pa izdelala močno, zdaj mi pa nič ni, ne, ampak greva skupaj. In se mi zdi fajn, tako, kot si ti rekel prej, a ne, za ta podcast, ne, da upaš, da ne bo nikoli čist zginilo, ne, in tako se meni zdi, da je fajn, da je in da nas spomni. In včasih je fajn, da nas to dostava, ne, včasih se mi zdi tudi je okej, da pol nečemu pa rečem ne, a ne, da ni kar vsaka stvar tudi čez glavo skoziti. Ok, se pravi, govorivo o tvoji zgodbi, da danes ustvarjaš to združenje, to skupnost, ponosna mamica. Zdaj pa, če je to tvoj vrh, kje je bilo pa tvoje dno? Kaj bi rekla, da je bila tvoja najnižja točka? Najnižja točka se je po moje začela nekje, ko sem bila stara 18 pa pol let. To je bilo 7 let po ločitvi mojih staršev, prevzemanja nekih vlog, biti sonček, biti vedno dobre volje, pomagati vsem, imeti veliko prijateljev in nasplošno biti ena, tako, se mi zdi prav svetla sem skozi. In pa se je zgodilo eno jutro, ko sem se zbudila in nisem hotela vstati. In nisem hotela iti ven, pa nisem hotela iti na zabavo, in pol celo nisem hotela iti na WC. In sem tako, kaj je to zdaj? Tako, malo se nisem prepoznala, ne, ker sem bila navajena, da jaz sem v akciji zmerna, kako ne morem vstati. In se je to kar vleklo in vleklo. Par mesecev,
še več mogoče, ker sem tu tiščala v sebi, nobenemu si nisem upala povedati, ker so prišli ljudje do mene, so mi začeli nekaj govoriti in pa sem sam poslušala in sam prosila ne iti, ne končati kar tako pogovora z mano, ker je bilo tako mi je bilo težko, tako sem bila na tleh, tako sem se zdela sama sebi nezanimiva, nepomembna, jaz rekla, jaz nisem noben doprinos svetu, da je bilo res težko. No. In po parih mesecih, ko sem bila že tako na avtocesti, ok, bom zdaj zavila, ker itak je brez veze, da živim, mi je pa kada nek klik naredilo, to pa nekaj ni ok. Ne? Tako. In takrat sem pol imela sicer še panični napad, so me pelali v to psihiatrično, mislim, v bistvu je bila oddelek tukaj na UKC-ju, no, kamor so mi pol pomagali, dali antidepresive, sem šla po neki klinični poti, in je bilo vedno slabše, no, tudi ni pomagalo, ker sem bila tako, ok, to me bo rešilo, to bo cool. Pa ni, je bilo sam zmer bolj dol je šlo. In pa res nisem več vedela, kaj, in takrat vem, da sem pol mojega očeta klicala, sem rekla, jaz moram odkriti, kaj to je, ker drugače si bom vzela življenje, a mi lahko pomagaš. In mi je takrat, malo mi je pomagal na to, da sem najdla eno družinsko terapevtko in da sem počasi začela odkrivati, kaj se je sploh zgodilo, in koliko enih plasti sem jaz v sebi, sam smejala se, sem bila dobre volje in v bistvu pod tem se je pa kopičila žalost, jeza, kaj nisem smela izraziti, strah, vse. Takrat je bila pa ena točka, ko sem ful hvaležna, no, da sem zmogla povedati in da so me ljudje podprli. Koliko časa je to trajalo, to obdobje? Ja, kar, po moje, najprej je bilo sigurno pol leta, preden sem komu sploh povedala, pol pa še kakšno leto pa pol, da sem približno prelezla ven, tako, da sem bila tako ok, da sem funkcionirala. Kako pa to, da si očeta klicala kot neko prvo takšno pomoč? Ful zanimivo, ne vem. Tako takrat mi je bil prav, itak meni je oče odzmer ena zelo pomembna oseba v mojem življenju in kadar je bil kakšen večji problem, ne, da sem želela slišati od njega. Ne, pa nisem imela občutka, nisem bila tako zelo povezana, ampak kadar želim slišati, no, kaj si misli. In očitno mi je en tak steber, ne, da tudi če se je zgodila ločitev in tudi če je bil nek kaos v naši družini, mi je še zmeruna točka. S kom si pa ti živela po ločitvi? Z mamo. Z mamo. Tako. Kako so pa danes te odnosi med vami tremi? Lih zdaj sem imela en tak nor vikend, spet sem bila na enem izobraževanju, kjer je bilo potrebno deliti, torej ljudje je bilo potrebno poklicati in jim deliti, kako smo. In je bil oče lih tako zraven in sem rekla, jaz grem zdaj na ta tečaj, pa te bom pol kaj poklicala. In je rekel, ne, kar dejva se usest pa poment. In sva se usedla in sva veliko govorila in sva si skomunicirala vse, kar je bilo, kar se je zgodilo, se opravičila in pa sem klicala še mamo, pa teto, pa sestrično, tako, in sem vsem v bistvu povedala tako, vse in možu. In se mi zdi, da kada sem zdaj, en teden potem je zdaj, spet je prišla ena nova dimenzija miru. Z očetom sva zdaj po 20 letih, bi rekla, da sva se na nek nov način povezala. On tudi 20 let prej ni bil tako povezan s svojim očetom in sva rekla prav, lahko se zdaj to konča, ne rabimo prenašati na nove rodove, ne, lahko smo ok. In z mamo tudi in in diham, no, in se mi zdi, da je bilo ful pomembno veliko tega dela, veliko pogovorov, veliko iskreno komunicirati, ko včasih si mislimo, ne bom jaz tu zadržala zase, sej ni tako pomembno, sej me ne bo slišal, tle sem se pa res, tu me je pa prizadelo, ali pa tle pa jaz nisem bila odgovorna, oprosti. Tako da sem pogledala vse spektre, ne, kaj je mene prizadelo, ali pa kaj morda sem jaz naredila, ker ni bilo ok. In je težko imeti te pogovore, no, taki ranljivi so, pa v bistvu ne veš, kako se bo druga oseba odzvala na to. Sploh, ker je veliko čustev vključenih. Kako pa so se odzvali? Je kdo negativno reagiral na te klice ali je bilo dejansko vse na koncu? Dejansko so bili lepo sprejeti. In so imeli lepe pogovore. No. In je prišlo za eno to olajšanje in veš, in se mi zdi, da sem prišla tudi do mojih otrok, tako druga mami, da so se sestavljali puzli zdaj za nazaj. In se mi zdi, da sem zdaj lahko boljš mami. Tako, in kada se je zgodila spet ta evolucija, veš, kaj rečejo, ne, da
starši, starši naredijo en korak, pol mi zdaj naredimo en korak in sem prav tako, dobro. Mogoče nekaj, kar ni bilo skomunicirano generacije, ne, se zdaj o tem pogovarjamo. Kaj bi pa rekla sprej, kaj se ti je takrat dogajalo v tem obdobju? Je to bila depresija ali kako bi ti to opisala? Jaz mislim, da klinično bi se lahko temu reklo. Ne? Zdi pa se mi, da je tudi danes toliko enih nazivov, a ne za neka stanja ADHD, tako, da jaz mogoče se ne maram neki dati v ene kategorije, ampak jaz bi to opisala kot eno obdobje, ker je res prišlo vse za mano. Ne? Vse, kar se mi je zgodilo v življenju, se je naložilo in pol je sam ena skala pade na te in tako sem se takrat počutila. In se mi zdi, da je bilo ali zaključim svoje življenje, ali to skalo v bistvu nosim zdaj še 70 let, ali pa pač jo odložim. Ali pa, ne? In pa najprej bilo itak treba to skalo malo klestati, pa bolj tako, to je šlo zelo počasi ta skala dol. Ja. Koliko močne so bile te misli o končanju? Ful. Si kaj poskušala dejansko? Ne, na srečo me je bilo preveč strah, ampak je bila pa, praktično sem vsak dan pomislila na to. Če se ti je bilo strah? Ja, po moje sem se bala ali bolečine, ali kako bi bilo. Bala sem se v bistvu narediti ta korak. Sem se pa tudi bala komorkoli povedati, tudi zelo dolgo, to je prvič terapeutka slišala po enem letu, ne, ker sem na tako, pa se bojo še vsi drugi ustrašili zame. In sem opazila. In polk sem pa začela deliti, mi je pa veliko ljudi povedalo, da tako čut, da o tem razmišlja sam, da se delajo močne. In sem res je čas, da začnemo o tem govoriti. Velik je stisk, velik je pritisk, dajmo se o tem pogovarjati. Se mi zdi, da zdaj, ko pač delim in povem, da se tudi, ko se ljudje odprejo, da se zmanjša ta teža, ne, te skale, ko jih nosimo počas. Jih prek takih pogovorov odpravljamo. Tako da ful hvala, da ste ti pripravljeni odpirati ta vprašanja. Ja, se razmišljam, ker jaz sem tudi drugače imel eno obdobje, ko sem tudi imel takšne misli. Ja? In tudi redko kdo ve, da sem to imel. To je bilo čas gimnazije približno. Aha. Ko sem dejansko bil toliko pripravljen, da sem že hotel potrkati na vrata psihologinje na gimnaziji, ker nisem vedel. Takrat internet dobesedno sem ga komaj dobil. Ja. Dejansko, kar mi je ful pomagalo, ker sem bil na raznih forumih, veš, po mednarodnih forumih, kjer sem na koncu najbolj se bil vedno spoznal Slovence. Res? Ja. In z nekaterimi sem še danes v stiku. Imam eno prijateljico, Nino, ko dejansko še po 18 letih še več, so še vedno imamo stik, ima svojo družino, pač se res redko vidimo, ampak tako je tam ostala. In mi je zanimivo, ker jaz sem imel mogoče samo eno misel malo drugačno. Ne? Jaz sem razmišljal, pač kaj če pa zaključim. Ne? Ja. Razlog, zakaj nisem, je bil egoističen na nek način in sicer ne bom končal zato, ker me zanima, koliko slabše greš lahko življenje. Dobesedno izzival sem življenje, ajde, pokaži, koliko greš lahko navzdol. Ker takrat je bilo itak tisto, bogi, jaz noben me ne mara, ne, pač, zakaj se samo meni to dogaja. Ta pač victimhood, ne. Danes, ko se pogledam nazaj, itak mi je tako, pač spravi se malo k sebi, ne, dajmo korake delati. Ampak je to tudi trajalo, 2 leti, verjetno intenzivno, pa še predtem, pa potem še nekaj časa, ne. Ful zanimivo. Ampak si pa nisi pomoči takrat, si sam šel? Ne, dejansko sem šel sam čez to. Ful mi je potem pomagala transformacija v trenutku, ko sem pred 15 leti prvič zaznal, da si lahko postavim cilje v življenju. Ker pri meni je bilo to ful tako, živel sem pač iz dneva v dan. Ja. Nisem imel potreb, ker v družini sem se naučil, ne želi si preveč, pač bodi zadovoljen s tem, kar imaš, ne, denar ne raste na drevesu in tako dalje. Tako da nisem imel potreb, ker kar sem rabil, sem dobil in kar sem si želel, pač to ni bilo dosegljivo. Pa kar enkrat pride en človek v moje življenje in mi pove, kaj so pa tvoji cilji? In jaz sem prvič v življenju sploh pomislil, a to si lahko postaviš? Aha. In takrat se je začela ta neka pot odkrivanja pa ustvarjanja boljše prihodnosti in obdobje, ko potem te depresije ni več. Zdaj pa vidim pa zanimivo, ko pride res kakšni ful hudi izzivi, se malo te misli, kdaj pa kdaj pojavijo nazaj, ampak za sekundo. Se tebi kdaj še zgodi, da se ti pojavi takšna misel?
prav, da bi si vzela življenje, ne, ampak pride pa ta teža. Zaznam ta občutek, ki je bil takrat prisoten. Tako vem, to je pa, če bom zdaj nadaljevala, lahko gre do tja. Tako da jaz se sprašujem, če to sploh kdaj gre čist iz telesa, ne, ta spomin. Jaz sem svojega enega zdravilca osebnega, inženir kvantne medicine, to je najbolj strokoven naziv. In on mi dela s kvantkom. Poznaš tehnologijo kvantek? To je slišala. Dioda z belim šumom poskanirana. Se ne vem točno, kako bi niti opisal, sploh ne znam. Nobenemu ne znam razložiti, ampak jaz to že 15 let z njim delam. In dejansko mi zazna, kdaj imam v sebi te programe, ko jih še jaz ne zaznam. Wow. Ja, ker me prav vpraša, si zadnji čas je bil, ki je za nase. Tako, kako, kje to vidiš? Ne? Hudo. Vidim, da ostanejo programi, ampak ne vplivajo več toliko. Kada se jih kaj naučimo malo? Mislim, to veš tisto, ta teorija, ko imaš dve krogli, negativno pa pozitivno in zdaj moraš poskrbeti, da je pozitivno vedno 1% večji od negativno. Ja. Ker to, da prav zgine negativna, ne gre, to ne obstaja, mislim. Vse, kar jaz vidim, življenje samih zmag pač ni tudi življenje. Jaz sem pred 15 leti, ko sem si postavil prvi cilj, sem rekel, ok, čez 5 let bom jaz v penziji in ne bom nič delal. Do danes pač nisem v penziji, ampak tudi, če bi imel možnost biti v penziji, ne bi nič ne delal, ker ne zmorem. Ne gre tako, ne? Danes je potreba, da nekaj ustvarjam, da delam korake. Takrat sem pa sem razmišljal, kako bi ležal nekje na plaži ali pa v gorah in bral knjige, fantazijske knjige in to je to. Ne? To bi delal cele dneve. Kada nek ideal, ne, potem hrepenim, ampak v resnici, ko se pa nek tazga zgodi, pa ne gre tako, ker smo ustvarjeni, da ustvarjamo nove stvari. In zdaj prav razmišljam, ko pridejo res, veliko mladih mi zdaj pove, ker delam tudi po šoli za Life ekipo in mi veliko mladih pove, da se sooča z nesmislom, z depresijo, z tesnobami, ne, in kakor si rekel, ne, ta odsotnost smisla, kaj, ne, ciljev, ne, neki manjka v tej sliki in je to ful fajn, da si jih začnemo postavljati, ne, in da dobimo, jaz vedno rečem, čim prej si najdi mentorja, ne, nekoga, ki te navdihuje. Jaz sem kar tako delovala, no, najprej res brati tak že celo življenje, pol to drugi ljudje in me je zmer mal dvignilo naprej in sem zmer imela mal motivacijo postati še malo boljši človek, ne, in Sem se pravi, kaj ti je takrat pri teh 18 letih najbolj pomagalo? Kaj je bila prva stvar, ki ti je dejansko pomagala? Ja, jaz se prav spomnim unga srečanja pri družinski terapevtki, ko sva ugotovila, da ne se jezim in jaz sem ugotovila, da jaz imam odsotnost jeze. Torej, moja jeza je tako zelo potlačena, da če sem jaz ful jezna nate, se bom začela jokati. Okay. In to je bila moja jeza. Ne? Torej, kričanje, karkoli. Jaz nisem bila sposobna zakričati na nobenega. Ne? In pa je rekla, ok, tako da prvi korak je bil, vem, prav spomnim sem ga polštra v sobi, ker sem pač ga tela jezno udariti. In najprej sem ga tako in sem tako, sploh nisem bila sposobna in pa sem v bistvu, ne vem, kjerič, da sem tako butanila in ne vem, čez koliko časa, morda čez kakšen mesec ali pa 2, da sem lahko tudi zakrčala in udarila. In mene je tisto, kada me je začelo vračati nazaj vase. To, če se jezim, to je dobro, ne? To tam se postavim. Tako da to je bil en moj moment, jaz se ne smem jeziti, ne, jaz moram biti pridna punčka, takrat se je začela ta moja pot postavljanja zase. Da ne znaš kričati na koga? Semi. Semi? Na otroke, recimo, ne, tisto je naravno, tisto se zgodi. To pride s programom, ne, software update, pač na njih znamo kričati, ne, nažalost. Zdaj povem, recimo, tako, ko mislim, pa če malo dvignem glas, pride še ena solza zraven, tako da tako. Ok. Pa se ti zdi v bistvu kričanje prav, narobe, situacijsko, ker ne, danes pač, kako bi rekel, obstaja 10,000 teorij o načinu, kako učimo otroke, ne? In med drugim meni pravijo tudi, da ne smeš kričati nikoli in tako dalje. A se ti zdi to pravo ali v bistvu ima kričanje tudi neko svojo funkcijo? Mislim, da ima. Mislim, da ima in se mi zdi, da vsi ti vzgojni stili nas zdaj tudi mičkan omejijo in nas dajo mogoče neke kvadratke, ki niso čist naravni. In tako da jaz nisem zagovornica nobenega stila čisto resna in se mi zdi, da še najbolj je tu, da si avtentičen, da si iskren, pa da tu, če se nekaj zgodi in če nekaj zasirješ, da se opravičeš. In tu, tako da jaz nisem mnenja, da
da je vse narobe, pa če enkrat zakričiš na otroka. Ne, in jaz tudi, in se mi zdi tudi del. In se mi zdi, da smo kar v krču, sploh mamice, doskrat se očetje tudi, ampak tako se mi zdi, sploh me, ker se mi zdi, da si želimo, zdaj pa bi bile res rade take, pa ne vsaka si naredi nek ideal, ampak realnost je pa tudi, da je v bistvu to ful zahtevno delo, da si zmučen, da si ti v bistvu 24 ur na dan v tem in da je čist naravno, da pride iz tebe tudi krik in nakletvica. To se dobro meni, da si ustvarite ideal, da si ustvarimo idealne. V bistvu vsak od nas ima neka pričakovanja, neke ideale. Ne? Kako se ti s tem soočaš, da si dovoliš ne biti idealen in da je to okej? Ja, jaz imam mogoče tukaj še nek dodaten pritisk, ker imamo družinski center, pri Hudi muhi in mi, družine povezujemo in tako. In jaz sem včasih tako Boštjan, pa mi smo najbolj razsuta družina. Ali se kregamo, ali kričimo, ali smo en mim drugega živimo in se fulkrat soočam s neko slabo vestjo. Ampak in tu sem bolj začela tudi svetu komunicirati, da daleč od tega, da če priješ k nam, ne bo zdaj tipi-topi stanovanje. Tako se mi zdi, da se avtomatsko ustvari, če pa ste družinski center, če tako pol pa imate te ideale in ne. In jaz to kar mal odlagam, recimo en tak velik korak je bil, da smo lani najeli eno, ki nam je pomagala čistiti in je bil to en velik korak, tako prav ogromno enih stereotipov pa predsodkov je šlo, da moramo vse mamice. In se prav spomnim, po Taboru smo šli mi uno nedeljo na izlet v Idrijo, tam smo se šli kopati in čistilka bi si prišla počistiti un dan in se prav, kjer ideal je zdaj odpadel, ne rabim vsega sama, tam je bil... Ta je ful močen. Ta je ful močen, pa ful je zakoreninjen, ful je še zmer predsodko glede tega, ampak ne, najdi si pomoč, vpraši, plači, okej je. Ja, mislim, danes imamo definitivno v družinah vsi preveč vlog. Mame še toliko bolj, ker ne se, če pogledamo 60-70 let nazaj, moški je delal, ženska bila doma in je bila vloga omejena, se pravi, vsak je imel nekaj vlog. Mogoče so bile bolj naporne na nek način, ampak vsaka vloga je omogočala tudi lepo živeti. Ja. Danes kombiniramo te vloge, vse. Vsi imamo vse vloge in še vedno ne živimo. Ne. Tako da, mi da se tudi ful soočava tukaj s tem in si dejansko dovoljujeva pomoč. Včasih pokličeva koga, kakšno prijateljico, imamo pa tudi neko, rečemo, varuško temu. V bistvu ni varuško, ona pač pride pomagati, ko smo mi doma, da lahko mi kaj naredimo doma. Ful dobro. Tako da, in zdaj tudi pogovarjamo o tem, da bomo pa, ko bomo vse pospravili, uredili stanovanje do konca, da še najavimo čistilni servis, da pa spuca generalno. Ful dobro. Ampak to zahteva ful spuščanja. Ja. Ful, noro. Sliši se nič tazga, ampak resnicka pa narediš ta korak, pokličeš čistilko, se pa vse sort usuje. Tako da je ful dobro za te korake, da pokličete, da vprašate. Jaz opažam, da nam je staršem zelo težko prositi za pomoč. Mi smo doskrat kar trenirali na teh taborih, pa tu prositi za pomoč. Ne moram, mi pomagaš, a bi tudi ti tu. In kar ne gre z nas, ne. Avtomatsko bi radi pomagali, zmer lahko priskočimo na pomoč, ker smo pa mi odreku. Takrat pa malo doskrat zapremo vrata in bomo mi tu shendlali, ampak gre doskrat sam spirala dol in pozabimo, da otroke vzgaja vasa, ne dva starša, ali pa en starš, če en velik dela. Tako vas in se mi zdi, pozabljamo na to in hočemo vse sami in pol smo izgoreli in zmatrani in dol nam pade in pol ali se ful posvetimo otroku, pa pol zmanjka časa za partnerja. Tako se mi zdi, da je težko pol to ravnovesje iskati, in da si je težko pol vzeti za to. Jaz sem prav rekla, ker sem videla, da se z možem oddaljujeva, ker se veš, dojenček, nič nimaš časa in za drugega, pač zaspiš zvečer, da bi kakšen zmenk. In so nam tako, mi dva morava iti nekam za eno noč nujno. In pol nama je prijateljica kupila, Pika imela leto pa pol za poročno darilo, da sva šla enkrat nekam prespat. Rok, to je bilo tako nova dimenzija, sem kar tako, kako pozabiš, oddališ se in sem sam tako, to je bila ta točka, ko je bilo nujno. In drugič je bilo, ko se je Nace rodil, leto pa pol sta razlike. In pri 3 mesecih je bila taka, mi dva so bila res kot cimra, vsak na svojem koncu in jaz sem se sama enkrat bila tako, zdaj pa spakiram, pa ne vem, gremo vsak svoj pot ali pa dej pa nekaj narediti. Tako, absolutno, so otroci na prvem mestu, ampak res moramo tudi zase poskrbeti. Pri vama si ti tista, ki to opaziš, ali tudi Boštjan to opazi? Oba. Jaz sem pa tista, ki bi pol eno akcijo naredila.
Ampak zakaj? A zato, ker je pač tam, ker te podpira in verjame v to, da bo nek dan boljše, ali se boji povedati, kako on čuti to vlogo? Ne vem, tu me mene prav zanima, kako je to pri vas moških, ker se mi zdi, ne, tudi ti, ker se mi zdi tako, da si intuitiven, Boštjan je tudi, ne, in vidi in tako, ampak kar gre naprej, ne, pa moramo to on pač preživeti je treba družino, narediti je treba te stvari, kada ta prav odnosi in ljubezen in to, da kada če jaz ne bom stopila noter, lahko mi kar malo tako živimo, ne, da smo tudi malo oddaljeni. Mogoče dava izziv Boštjanu, da prija sem enkrat povedati, kako on to čuti. To bilo ful zanimivo. Mislim, ker jaz moram za njega povedati, ne vem, kakšen je on kot človek, ga ne poznam dovolj, ker pač mislim, mi dva se dokaj ekvivalentno pogovarjava o potrebah en drugega, ne, sicer dosti krat ostane pri pogovoru, ampak vsaj ozavestiva, vsaj en drugemu skomunicirava, pač včasih je to vzeto pozitivno, včasih valjda privede do še več problemov, ampak mislim, da nama to ful pomaga, da izraziva stvari, na dolgi rok dejansko pomaga. No? Ne vem pa pač, kako Boštjan to doživlja. Mi dva so ugotovila, da res se morava krdati v koledar, da če ne minejo tedni, meseci in zdaj se trudva, da ne vem, nedeljo zvečer, da je neka masaža pa pogovor, da četrtke popoldne, da pride moja mami čuvati ta male in da greva mi dva na zmenk, to je teorija, ne, ampak recimo, da imava en pogovorni večer pa en zmenek na teden. To je že ful, To je že ful, pa večinokrat ne uspe, ker ali kdo zboli, ali nekaj se zmer zgodi, ampak se nekaj lep Boštjan, boš da mava v koledarju, pa da ne, pa se ne zgodi, kada pa kar zgine. No? Tako da vidim, da je v bistvu veliko organizacije in veliko moraš ene energije vložiti v to, da si povezan. Skor malo lažje je biti cimer, pa vsak svoje. Ne? Če ne, se moraš pa res potruditi, pa vsakič, ko je otrok malo starejši, pride nov izziv, ne? Pa mi dva se spreminjava. Sem jih razmišljala, zdaj, ko sva skupaj 11 let, to je veliko verzij naju bilo, ne? Jaz, kdo sem bila takrat, ne? Pa po depresiji, pa tako sem se veliko verzij, Nikite, kakorkoli. A videl sta bila skupaj skozi tvojo depresijo? Aha, ok. Kako pa on takrat doživlja tebe? Jaz sem pa tukaj mu hvaležna. On je to videl, je prepoznal in jaz se tistega obdobja ne spomnim tako zelo, ampak on je enkrat mi rekel, veš, lej na hribček, a vidiš, nek Sveti Primož, tam sem te pa pelil, veš, nisi hotla iti nikamor in potem sem iskal, jaz kam te peljati za vikende, zato da vsaj malo prideš na zrak, da malo stopaš ven. In sem se zavedla, wow, ti si mi skozi stal ob strani, nikoli ni bilo tako, jaz te bom pustil, jaz rabim nekaj več, ali pa tako skozi je bil tako potrpežljiv, tukaj z mano, podpiral, karkoli sem se spomnila, da bi mi lahko pomagalo, rekel, dej, pejdi. Tako da zdaj sem mu res ful hvaležna. Vedno lahko ne bi tako na ta način, ne? Pa je bil res en tak steber in on je rekel, lej, jaz sem se doma naučil, da ko se za nekoga odločiš, da itak ne bo zmer sam lepo, ne? In bova šla skupaj, čez težko in dobro. Ne? Jaz rabim veliko enih potrditev in te ljubim, ne vem kaj. On je pa rekel, jaz sem tle in zmer bom in mi dva bova šla skupaj čez to. In mi je kar noro v teh časih, se mi zdi, ker ni, različno gledamo na partnerstvo, pa tako ne, on pa zelo, mi dva sva skupaj in bova šla čez vse valove in cunamije. Se mi zdi, da to mislim kar redkost. Ja. Ker jaz vem zase, jaz ne zmorem. Jaz iščem rešitev. Ja. In pol s tem v bistvu grem čez mejo. Tudi jaz. Pretiravam. Tudi jaz. Jaz sem tu rekel, wow, kako spoštljivo, ne? Da si zraven, ne glede na vse, ampak hkrati podpiraš, da oseba najde svojo pot. Sem lahko, wow, to je bolj težko. Meni to dejansko, Andreja, dostikrat, ko me vidi, da imam neko slabše obdobje, se včasih priskoči na pomoč, pač pove, okay, delaš narobe, ne, ampak me pa zna tudi pustiti čist pri miru, da se svalkam in imam občutek, da se je nekje zaupanje, da bom prišel ven. No. Tako da, in? Ti je okej? Upam, da prihajam ven, ne vem. Ja. Bi rekel, da ta trenutek je čisto okej obdobje, ne. Se to se je tak, lahko iz dneva v dan spremeni, ali pa iz teden, leto, ne, tako da. Ampak več meni to nenaravno, jaz več avtomatsko grem v to moško energijo in iščem načine, si slabe volje, kaj lahko naredim, da boš boljše. In to še danes pač se zavedam, pa mi ne rata spustiti. Jaz se 20krat na dan vprašam, kako je in potem pretiravam. Tako da tukaj se še ful učim. Ampak glej ta balans, ne? Ona pa recimo, ne? Ja, ona nima potrebe vprašati, kako sem pač, tako enkrat na pol leta se mi zdi vpraša. Je pa zdaj sem izrazen, jaz pač povem,
Ja. Tako da, to sem se pa naučil, da povem samo od sebe, kako sem, če pač nisem ok, a pa če sem ful boljši. Ful dobro. In to je ta rast, ki se mi zdi. Tako se dobimo ponavadi yin-yang, in pol ti imaš ta svoj, in tako in se mi zdi, da lahko Andrejo na en način, in ona tebe. In se mi zdi, da nam tu uspe v partnerstvu, da je tu, da pol res rasteš skupaj. Jaz vedno rečem, da mi dva sva kot dva helijeva balončka, tam enkrat prijateljica rekla, in kadar greva tako, da en drugega vlečeva gor, je ful dobro, čeprav včasih se mi zdi, da je Boštjan bolj kamen, pa da sem jaz un balonček, ki bi rada nekaj počela. Ampak si rečem, tudi tu je v bistvu fajn, če ne bi jaz kam bi šla ta dva. Ja, mislim, zadnjič, ko nam je se strgal ta balonček, pri Tamaremu je pač šel v zrak. In ga ni imel več. In to po 5 minutah potem, ko smo ga kupili. No, vidiš. Daj bo še 15 € v življenju, res. In to smo bili na Celjskem sejmu in prodamo jedni iz Cerknice. Ja, tako. Sorry, v imenu. Ne, Ja. Ok. Mogoče sem še na temo partnerstva, da itak se mi zdi, da gre vsak čez eno svojo zgodbo, ampak jaz sem bila tukaj razpršena in tukaj pač bi lahko vse v življenju počela in nič, da sem ful hvaležna, ko v bistvu pa Boštjan pa prišel v moje življenje in je bil res tako, on je bil res ljubezen na prvi pogled in tako, in ko sva začela, kako sem se jaz začela počasi navajati, da je on tukaj, in da se mi zdi, da sem tudi vse to, kar sem ustvarila, zdaj listo, s tem, ko je on časih ta kamena, da pač prizemlji in da tako, moje ideje so tam, in kako je fajn v bistvu partnerstvo tudi na ta način se dopolnjevati. No. Ti si mi zadnjič povedala še eno pač stvar, ker nisem vedel. Vidva sta skupaj od katerega leta tvojega? Od mojega 19. leta. 19. leta. In to je tvoja prva ljubezen, in prvi partner in edini, in izgleda, da bo forever and ever. Ne vemo, ampak ja. Ti si se to odločila, si rekla? Ja, sem se to odločila. Pri katerih letih si se to odločila? Pri 10. Okay. Pri 10. Nekje tam okrog, vem, da jaz sem krščansko vzgojena, in vem, da sem imela eno molitvico tudi na temo partnerstva, da si želim, da tam živi en fant, ki me išče in ki bova skupaj si ustvarila družino. In kljub temu, da sem jaz bila razvrat in problemi in motor in žurke in vse, jaz sem zmer nekako hranjala tudi v najstništvu to misel, da bo nekdo prišel, ki bo to. In pa je bilo veliko enih simpatij in ljudi, ki bi bili radi z mano in tako in tudi pač takrat je bilo tudi ful popularno, pač vsi so že seksali, in jaz sem bila pa tako, ni to, in pa sem kar malo iskala. Malo mi je bilo narodno, ker se veš, te so šolke, pa to je bilo devica, ampak jaz sem tako, sej bo. In ja, v bistvu pri 19, ko sva se spoznala, oziroma pri 18 in je bila ljubezen na prvi pogled, sem že takrat, z njim bi imela družino. In pri 19 pa sva imela v bistvu prvi spolni odnos in dejansko on moj prvi. In časih, kako to komu povem, je kar tako, je to možno, ni več tako običajno. In je nekaj na tem, da sem ful hvaležna, da, čeprav pač s krščanstvom se v veliko točkah ne strinjam, ampak ta del pa mi je bil všeč, ta nek zvestoba. In se mi zdi, da en del mene, da je tako neka taka čistost ostala, tako en tak občutek. Čeprav včasih si mislim, se bi rada kaj pa eksperimentirala, ampak ja. Sklepam, da se ne strinjaš v krščanstvu s tistim delom, da se poročiš pred spolnim odnosom, ne? To je bilo, čeprav sem imela tudi takrat veliko težav zaradi tega in sem šla tudi do župnikov in tako. In sem jim povedala to in pol je en Frančiškan rekel, v redu, če boš z njim ostala, je to. In sem tudi dejansko skomunicirala. Pa se to nadeli spet tega občutka krivde? Verjetno. Sej pol sem tudi izstopila, mi ni bilo več veliko stališč in zdaj na novo odkrivam, tako kaj sploh meni pomeni vera ali pa tako, in jo tudi tako probam otrokom predstaviti. Ne kot nekaj omejujočega, in tako, ampak tako z neke ljubezni. Wow. So kar malo šla, ne? Ne, nisem šla. Ful zanimiv tematik. Mi daj še izbiro, kam vse lahko greva skozi ta pogovor. Ker imel sem napravljeno nekaj, na koncu mislim, da so vprašali eno od teh vprašanj, ampak mi super, ful mi je všeč, da je tako spontano, pa da je toliko globine. Kaj bi ti rekla danes, recimo, če pride do tebe ena mamica, ko ima mogoče izzive s tem, da hoče vse narediti, da hoče biti popolno vse, kaj je tisto, kar je mogoče najprej poveš, da ne spusti in kaj naj naredi dejansko?
Da je ok, tako kot je. Da tisto, kar res na koncu dneva in na koncu tega se bo otrok zapomnil, je res, koliko je uspelo biti z njim in da pač res otrok se ne bo spomnil pospravljene hiše in zloženega perila in vsega tipi topi, ampak zdi pa se mi, da tisto občutek, kaj je bila mirna, je prisotnost, tisto pa ful šteje. Hkrati pa ful se ne da to zmer in je tudi ok, cela maurica vseh čustv, ki jih doživlja zraven. No, tako da jaz sem celo življenje v iskanju teh drobcev in pol časih uspe in sem jaz in pol 10krat ne uspe in je tudi ok. Tako rada bi povedala vsem mamicam, da so super, da že tu, da so rodile otroke, da naj se pač povežejo s sabo, da če najdejo tistih par minut v dnevu, ki so lahko same s sabo, da naj si vzamejo, naj grejo na sprehod po topu tuš, naj prosijo partnerja itak, zdi se mi, da bi itak že pred porodom se mogli s partnerjem pogovarjati, kdo kaj naredi, ne tako, ko imaš ti v isti, se mi zdi precej razdeljeno, ampak ja, da naj prosi koga, da skuha, da naj prosi koga, da pospravi, tako ne biti same, no, dajte si dovoljenje prositi za pomoč. To je nekaj, kar tako sem že večkrat slišal. Ne? Zdaj, a te mamice to dejansko slišijo in pol naredijo, ali dostikrat slišijo, pa gre mimo? Ja, po moje vsega pomalo. Zdaj se mi zdi, da vseeno je že toliko žensk tudi v medijskem prostoru, ko govorijo tam in se mi zdi, da se že malo začenjamo slišati, ne, sploh, ko je še kakšna zgodba izgorelosti ali pa tako, da pride do nas, v bistvu je pomembno, kako se grem jaz to materinstvo, je pomembno, da najdem tudi košček sebe, je pomembno, da tako da počas se mi zdi, da prihajamo k temu. Ti si mi zaupala, da si v bistvu tudi v teh 4 letih, odkar imaš ta center, tudi pregorela. Kako se je to manifestiralo? Ja, to je bilo liho obdobje, ker jaz sem bila tudi ena od njih mamic, ki zdaj lahko rečem, bodi prisotna, ne vem kam, ampak jaz sem mogla skus nekaj početi. Ne? In tudi jaz z majhnimi otroki smo in snemali in hodili. Skus sem jih imela s sabo, ampak smo veliko stvari počeli. In pa je bilo liho eno obdobje, po moje po Nacetovem rojstvu, ko smo spet imeli in tabor in počitnice in vse se je dogajalo pri nas in veliko ljudi in vse. In liho je vse zalaufalo, vsi dogodki so bili napolnjeni, vse razprodano, jaz pa samo praznina, sam zmanjkalo me je. In takrat sem se prav ustavila, no, in bila sem lih povabljena na eno predavanje, danes izberem sebe in sem tako, pa kako ne jaz zdaj pred sami, ko moram povedati neko svojo zgodbo uspeha, kako ne jaz povem, pa da nisem ok, ne, in sem pol v bistvu, ker sem to še tam povedala in sem rekla, nisem ok, v bistvu se čutim, da se bi rada zdaj malo umaknila, kakšna teža je pala z mene, pritisk tega, kdo jaz moram biti, kako se moram svetu predstaviti, je bilo tako, jaz se umikam in se bom malo spet naučila poiskati, da sem dovolj tu, če sam sem. Ni odgovorno, da delam, če nisem polna, in sem se res odmaknila, napolnila, tako ful sem bila z družino, ful sem počela stvari, brala knjige, tako stvari za dušo in sem se počasi malo vrnila k sebi, kdo jaz sem, kaj si sploh želim. In sem pol iz tega spet štartala in je bilo drugačne, tudi bolj na počasi, ne več toliko stvari. Ok je, če kakšna stvar ne uspe, prav. Kada sem prej hotela malo tudi dokazati sebi in svetu, veš, družine smo pripravljene, gremo, pa je tako, ampak najprej moram biti jaz ok, pol mora biti moja družina ok, in tu je celica, to je najpomembnejše. In zdaj, ja. Koliko časa je pa to obdobje trajalo, da si pogruntala, da si pregorela, pa da si potem prišla nazaj? Zdaj pa ful hitro. Po moje res, ko to enkrat doživiš, že prej so ti vzorčki, ki jih začneš opažati. Težko ti je, vsak pogovor ti je naporno speljati, nimaš ta prave energije, težko ti je pospraviti, vse se malo, težko se premikaš. In sem bila ful hitro, po moje po enem mesecu sem bila tako, ni to tu, zdaj si vzamem še 3 tedne premora, če še zmerno bo to zaključim. Tako zelo mi je bilo, mislim, dam na pauzo. Zelo hitro sem bila, ne bomo se zdaj, ne bomo to podaljšvali, ampak gremo. In sem pol, ko sem povedala, sem me bil strah, kako bo sprejeto in pa so si rekli, valjda, če imaš ti prazno čašo, kako boš dajala naprej, dej napolni si jo. In mi je ful lepo, ko svetu poveš, da ne zmoreš. Vem, če si imel kdaj to izkušnjo, ampak razmišljam.
Razmišljam, če sem imel. Mislim, svet, veš, kaj meni povedati sveto? Pomeni to povedati s bližnjim? Ja, recimo. Aha, okay. Mislim, sem že večkrat rekel, da sem na meji in podobne stvari. Ampak nekaj je meja, nekaj pa ne zmoreš. Ne? Jaz sem bila ponavadi celo življenje na meji. Ne? Torej, ne vem, če bom lahko. Zdaj sem bila tako, ne morem. Pika. In se je usedlo. In je bilo tako, aha, ok. Odmikam se. Aha, ok. In je drugače pristalo. Tako se mi zdi, da je bilo tako. V bistvu vidim, da tu pa tam prekašen dan proti večeru in dejansko, ko starejšemu sinu rečem, danes pa ne zmorem več. Aha. Ker starejši je zdaj skoraj po 5 let in zdaj ima fazo, ko govori. In meni ful všeč, da govori. Več. Do zdaj mi je bilo enostavno poslušati. Zdaj bo prišel do ene točke, ko kakšen večer ne zmorem več. In mu enostavno rečem, Oliver, ne zmorem. Ne zmorem, da ne slišim. Lej, govori, če hočeš, igraj se tukaj. Jaz bom fizično tukaj, ampak ne zmorem. Več rabim pauzo. In pol dejansko se zgodi, da se mogoče sam odmakne za pol metra, pa se zaigra tam, ali pa dejansko naredi nek korak, ne vem, da se počasi premakne proti tušu ali kamorkoli. Se mi dva tudi, da je tuš izkoristiva tako, da ga tam postiva in on se tušira pol ure, 3/4 in mi dva ima 5 minut zase, ker ta mlajši pa vmes zaspi včasih, ne. Je pa res, da zdaj zadnji čas več ne zaspi takrat in hoče tudi on v tuš, in pol ga daš v tuš in pol joče, da je potušem. Ni pravih rešitev. Vsak teden nekaj novega. Ampak ful dobro, ne? Da rečeš, ja, ne zmorem. In tudi kot starš, ja, je to ful pomembno, ne? Ker se nam doskrat zdi, bodimo na voljo, ne vem kaj, včasih ne moramo biti. In je ful fajn, ful je boš, da to otroku poveš, ne zmorem, utrujen sem, kada otrok itak čut, vse čutijo, a ne, in on itak bo zaznal, pa kaj z očem, a kaj je za name, a kaj narobe. Tako pa je tako, aha, sam on je utrujen, način narobe. Lahko sem zraven njega in bo vse ok. Kako pa ti danes skrbiš za to, da ne pregoriš spet? Kako prepoznavaš svoje meje, pa kaj narediš na nekem rednem nivoju za to, da ne prideš čez to mejo? Ja, jaz si dam kar koledarček, ne delaš nič. Okay. To je meni ful pomaga. Ker če ne bi jaz zmer imam kaj za delati. Ne? Tako to, In kaj počneš takrat, ko ne delaš nič? No, pomislim, kaj bi. A ne? V en program sem se upisala, da ima slikam včasih. Okay. Tako, jaz kot antitalent, ampak vidim, da me malo sprošča. Pa kako so nam tudi ta antitalent dali v glave. A ne? In tako, a ne, se v bistvu lahko uživam, a ne. Ja, kdaj kaj preberem, kdaj grem teč, kdaj v banjo. Tako da je dejansko stvar, ki je prav ta skrb zase, a ne, tako v tem. In pa ful mi pomaga iti plesati, ne, da se enkrat na mest nekaj zmenim, pa grem kakšno popoldne. Tako pa s prijateljca se, da pride k meni na obisk, pa se pomenva. Tako, najdla sem neke te stvari, ki vem, da me zgolj polnejo in je tudi tu. In jih pol probam. Ja, tako si imela antitalent, ima enega skupnega znanca, ko mi je enkrat rekel, ne, da tako je iskal mojo pisarno. Ja? In začne že ono, jaz ne vem več, kje sem. Ne, čakaj. Jaz sem se odločil, vedno celo življenje sem si govoril, da jaz se pa ne znajdem po mestih, pa po zemljevidih. Nova mantra, jaz vem, kje sem in zdaj bom našel. In mi je prav razložil, da se dejansko zavestno si spremeni identiteto, da tudi če ni mogoče res, da res takoj najde, si ne govori več, a jaz pa več ne vem, kje sem se zgubil. Ne? Ja, ful dobro. In tukaj definitivno, mislim, identitete, jaz tukaj ful strinjam, da oblikuje vse naše dejanja in identiteto je težko spremeniti, ampak če pa to uspemo, pa dejansko lahko transformiramo življenje. Ne? Začne se pa leh pri majhnih korakih. Ja, no, to je super. Jaz tako spal to počnem, ker vidim, da me nekaj ustavlja, kot recimo to risanje, platno rišem in pol se pojavlja vse možno, ko slišiš učiteljca v 4. razredu, pa vse prhajam in probam kar odklopiti. In tu so po moje ti korakcije, ali pa ja, se bom znajdla, ali pa jaz imam doskrat tako, da sem zmedena, ne, da sem neorganizirana in pol tako, imam tu in pol nekaj naredim v tej smeri, ne, in to je ful dober primer. Ti si omenila prej, da si bila na Landmarku. Mogoče
za publiko razložiš, kaj to približno je? Ja. To je trenutno online en izobraževalni sistem, kjer pač je nek coach in pol skupina ljudi, ki preživijo recimo vikend skupaj, zdaj mi smo imeli online, da se da tudi v živo in temelji res na tem, da vsak pri sebi prepozna, ki je, kdo je, kaj se mu je kdaj zgodilo, kar ga je omejilo v preteklosti. Meni je učiteljica rekla, da ne znam dobro pisati in jaz sem si takrat, da pišem preveč čustveno in takrat sem si jaz zadala, jaz ne znam pisati in se mi zdi, da me je bilo pol zmer strah in grem, in zdaj, ko sem to zavestila, grem čez to drugače, ne, ali pa in prek tega, da mi vidimo, kaj se nam je nekoč zgodilo, lahko vidimo, kako smo se mi postavili, ne, in v kaj v življenju verjamemo. Ne. Mogoče zaradi tistega stavka profesorce smo si zadali, kdo smo, in pol nas spodbudi, na Landmarku vedno coachi rečejo, zdaj pa pejdi pa deli to, ne, skomuniciraj. Ne vem, nisem šla lihte učiteljice klicati, ampak recimo sem pa klicala, ne vem, mamo, pa očeta, ljudi, ki so mi pomembni, pa se je enkrat nekaj zgodilo in ni bilo ubesedeno. Ne, in deliš z moči iz tega, prevzemam odgovornost za to, hkrati sem ti želel sam povedati to, brez prostora obtoževanja, pa da je kdorkoli karkoli narobe naredil, ampak podelim in hkrati se na ta način osvobodim. In Landmark temelji na tem, da ves čas vzpostavljaš integriteto. Torej, če karkoli v tvojem življenju ne deluje, na področju financ, na področju družine, odnosov, ti prej kasneje ne bo tudi druge stvari delovale. In te ves čas spodbuja. Zdaj porihti se. Ne? In niso lih tako, doskrat se mi zdi te terapevtski pristopi, to je super, ampak te tako malo božjo. Pri tem Landmarku je pa kar tako, pejdi v akcijo, zmoreš, imaš to. Ne? In če si ti pripravljen, torej ne smeš biti na nekih medikamentih, pa na kakšnih drugih procesih, tako moraš biti okej, ne? Ampak ker si ti pripravljen, oni te pač spodbudijo. Zdaj pa pejdi, deli, povej. In je ful osvobajajoče. In ti si bila prvič v stiku s tem pri 12 letih? Ja, jaz sem bila pri 12. To si bila najmlajša udeleženka? Ne, ker imajo prav kurs za najstnike, Sex, Jocks and Rock and Roll. In greš ti v bistvu v London in si v bistvu 2 dni in prvo prepravijo tako vsebino, da je za najstnike. In veš, tukaj si prej rekel, da nimaš cilju tako. Tam te oni res tako te postavijo. Evo, zdaj pa ti zmoreš, imaš to, bova podelala, kar se ti enkrat zgodilo, da boš ti res zdaj stabilen in da boš lahko šel svojim ciljem naproti. In je bilo ful dobro, mislim, jaz sem po tistem vikendu pol očeta poklicala, sem rekla, oprosti, ne, to, ker sem te tako prizadela, ker sta se ločila, tako, ne, pri 12 letih se mi zdi to kar velik korak. Si ne predstavljam v bistvu odgovornosti, ki si jo sprejela kot 12-letnica, da si to naredila? Ja. To je ful naporno. Ja, vse vprašanja, ne, tudi kako bi drug, ampak meni recimo je to pomagalo, no, da sem šla že takrat v ta sistem in da so me tako, da so me spodbudili in da so mi dali zavedanje, ne vem, dali so mi z neke vloge žrtve, tu se ti je zgodilo, ja, si otrok, ne, tako, ampak lahko pa tu narediš recimo, ne, in ti bo lažje. Nekako so me, ne vem, je tu preveč odgovornosti za 12-letnika, ne vem. Se ne obstaja preveč, premalo, ampak je pa velika. Pač. Mislim, je težko dejanje, ne? Ker v bistvu še možgani niso toliko razviti, da bi sploh znali razumeti odgovornost pa vse te stvari. Ne? Vse to je res, ja. Vidiš, to pa je ena zanimiva perspektiva. Tega nisem še toliko raziskala. Če se spomnim sebe, jaz sem, ne vem, recimo pri nekih 14 letih se začel soočati z neko z temi vprašanji, kdo sem, kaj sem, kako pač gledam svet in zakaj moja dva nimata recimo najboljšega odnosa v tistem trenutku in tako dalje. In takrat sem prebral Celestinsko prerokbo. In potem, in najbolj zanimivo bilo to, veš, preberem to knjigo in zdaj jaz vem vse. Jaz pa odgovorjen na življenje. In se spomnim takrat, se pogovarjam z mojo sestro, ki je 12 let starejša bila od mene in njej pametujem, kako bi ona mogla živeti, tako da, a še sam nisem imel pojma, kako živeti. Tako da, zato, če pogledam danes nazaj, ne, jaz sem tudi hotel mojima dvema ful pomagati pri mediaciji pa vseh teh stvareh. In mislil, da rešujem karkoli, na koncu danes, ko pogledam nazaj, nič nisem spremenil, nič nisem rešil pri njih, sam sebi sem dal frustracije. In verjetno je tudi to bila potem posledica, zakaj sem sploh prilezel počasi do te depresije, ker sem dobil občutek, da itak ne spreminjam nič, da ne moram nobenemu pomagati. Ne? In, ampak, če pa mislim realno, ne, to je odgovornost, ki jo ne bi smeli otroci nositi. Absolutno ne. In
tukaj bi verjetno, mislim, se ne vem točno, kaj bi lahko naredili, ampak prva stvar je to, da bi mogli otrokom dati vedeti, da niso oni krivi za to. Ne? Ja, tu so mi, tako da to sem imela razčiščeno takrat pol. Imaš pa prav, da je tu bila mal prevelika teža. No? Jaz sem tudi mediator, tudi se trudila vse delati in da bi bili vsi ok. In ni bila to moja vloga, ne? In tudi biti prijateljica. Tako sem bila res hčerka, ne? Tako da ta ločitev nas res lahko zaznamuje. S tem, da jaz mislim, da ni nič narobe z ločitvijo. Jaz zelo pozdravljam ločitev mojih staršev, pač je bilo ok, ampak sam kako se to skomunicira, ker res lahko otrokom pusti veliko posledic. In verjetno sem jaz tudi iz te zgodbe, ker sem se tudi tako dosta osamljeno počutila, se je začelo tudi vse. Sem že prej vedela, da želim eno skupnost, ker sem se večkrat počutila osamljeno. Takrat sem rekla, da bi rada pisano šolo, ki sem hotela bolj zabavno narediti. Ampak se je tu bolj razvijalo do te točke družinskega centra, ki je verjetno tudi pač posledično nek občutek te osamljenosti in dajmo pa zdaj mi vsi skupaj. To zdaj malo raziskujem, tako zanimivo, kako nas pripelje neki, ne, in pol rada tudi del tvoje identitete in zdaj sem tako, ok, a to rabimo, ne rabimo in se veliko prej sprašujem, no, tako, kaj je pa tisto pristno jaz, ko sem me na začetku vprašal. Pa danes imaš pisan to bogan, pa... Ne še. Imam pa pisane une žogice, pa imam. Tako sem si predstavljala, da se bi mi zdelo fajn, da v okolje, v katere pridejo otroci ali pa odrasli, da je pisano, ampak tudi tako, da je tako sproščeno in da lahko ljudje pol dejansko izživijo to, ali pa ne vem, ko jih peljemo otroke v gosta, veš, dajmo se igrati in pol, kako to misliš igrati, ali pa odrasle, ne, to je čisti šok, kako to misliš, ne, in jim je tako dobro, ko pa gremo čez to in se začnemo in sem tako, to je tu smo mi, ne, ko odpadejo plasti in vse. Kako speš pripraviti starše na to, da se igra? Ker jaz vidim, mi je težko, pa bi se rad, pa mi je težko se zaigrati dejansko. Jaz pol nisem animator v prvi vrsti, tako da jaz načeloma bolj, ne, pač peljem otroke in odrasle v gost in pol ali pripravim kakšen lov na zaklad ali pa tako, ampak bolj iz ozadja in pol malo opazujem. Polkrat grem na to, otroci se ful dobro zaigrajo in pol počasi ukleščeni starši tudi začnejo, ker jih spodbudim, da niso samo opazovalci, ampak da se vmešajo, ne. In pol je tako dobro, rok, tako po ene pol ure, urci, kad padejo mal ti oklepi in trdnost narava in tako zmehčave že sama po sebi, ne. In pa začnejo in pa kaj gradijo in tako. In pa so rate odrasli, v bistvu tisti v prvi vrsti, kaj postavljajo. Zdi pa se mi, da rabimo kakšno urco za klik, recimo, ne? Da je tako, ok, če se igram in ni simpel. Ful smo v eni tej, ko si odrasel, pa se ne igraš več. Ne? Zdaj, ne vem, če bi rekel to, da ker sem odrasel, pa tako energije mi včasih zmanjka. Pa to je. To je tisto. Ker vidim, ful je lažje, ok, se je zaigral, evo ga, pustim tam. Hvala zaigral Bogu. Se, točno to. V bistvu, pol pa pogreša, da nisem prišel zraven. Ja. Ker jaz pa potem sem recimo v sobi in valjda vzamem telefon v roke, vidim, imam čas, lahko pogledam kakšen mail in sem kar nekaj notri. In mine pol ure na telefonu. Ja. In mi je hudo vsakeč, ampak tako, ne vem. Ja. Tako da se že veselim. Tabora. Tabor, pa lih živosti in igrivosti. Bila lih ta ideja, da gremo malo ven iz tega, ampak ne iz tega, jaz grem otroku pa zglagam z Lego kocke. To je dolgočasno. Dajmo najti stvari, ki so odraslim zanimive za se igrati. Promeni Lego kocke so. Veš, kaj je problem zdaj? Ker smo mogli iti nazaj na duplo kocke. Zato, ker imamo pač enega manjšega, ne? In so Lego kocke zdaj neprimerne za njega, tako da smo mogli iti nazaj. Mi dva smo že z Oliverjem sestavljali Lego kocke na polno, ful uživali in smo zdaj res korake. Ampak barvat po barvan. Ker nekaj, kar ti je v bistvu tako, ne, in je ful fajn, da najdemo mi odrasli, kaj pa je tisto, kar pa je nam fajn. Ampak imamo doskrat premalo časa, premalo energije, da bi sploh se tu vprašali. Ne. Čeprav tukaj mi je pa tudi pri barvanju, recimo mi je pa druga skrajnost. Jaz bi z njim barval, pa da bi recimo skupaj barvala, ampak on skupi pozornost. In pol se lik padem notri in moram prekiniti. Moram iti v neko novo. In bolj ostanem v tem, jaz bi pa rad še tisto, ne? Tako kot on ostane v tistem, jaz bi rad še, ne vem, gledal televizijo kdaj, pa mu rečem, ne, pač 20 minut je bilo, ali pa pol ure, koliko smo se dogovorili, ne? Pa noče zaiti v drugo aktivnost. Jaz pa v tem primeru nočem iti v drugo aktivnost, v katero bi pa on šel rad, ker pač mu je dolg čas že barvati. Aha, Tako da, ja, ta preklop,
polno dimenzij za raziskovanje. Ne? Kako... Mi to že kar med najnim pogovorom odgotavljava še nove stvari. Ja. Jaz sem danes odkrila samo v sebi ful. Zastoj coaching, ker rečemo temu. Evo, hvala. Nekoč pred leti sem jaz že imel neko idejo, rečemo podcastu, Ja? ampak je takrat bilo bolj mišljeno, kot da bi coaching na kauču. In sem pomenoval couching. Couching, ja. Ampak nikoli nisem realiziral te ideje, da bi dejansko gostil različne coache in tako dalje. Ne. Sem takrat je bilo tega full manj prisotnega. Takrat je bil coach v bistvu zelo neznan, rečemo poklic. Ne. Bi bilo... Danes je pa to že mogoče preveč zasedeno tržišče na nek način. Ne. Ja, res je. Ampak to na tvoj način mi je ful všeč. Hvala. Ti si imel še eno izkušnjo, ki ti je dosti, bomo rekli, preoblikovala, ne? In sicer porod. 2 poroda. Bi malo podelila. Kot prvo že to, porod v domu, ne? To je še vedno stigmatizirano. Ja, zelo. Kako se odzivajo ljudje, ko poveš, ali pa ko zvejo, da si rodila na domu? Zelo, zelo različno. Ne? Od nekega navdušenja, wow, kako dobro, kjera carica, kako si pogumna, do totalno kritike, da je to totalno neodgovorno, da ni okej, da lahko bi se mi kaj zgodilo, ne? Torej strahu pred tega in da zato imamo porodnišnice. Tako da skrajnosti in se mi zdi, da ne bomo nikoli, sprašujem se, če bomo zelo kdaj najdli, se mi zdi, da eni so res tako prepričani, da to ni okej, drugi pa tu hvalijo, da jaz nisem na nobeni strani. Sem rekla, pač vsak se ne odloči tako, kot si želi. Meni je ta izkušnja bila ful veličastna in sem ful hvaležna za njo, ne mislim pa, da je za vsakega. No. Tako. Ti si se počutila varno? Ja. Zelo, pri meni je bilo predvsem to, Pika je koronski otrok in takrat so bili, jaz sem imela plan roditi v porodnišnici, ker moj mož ni tako divji, kot jaz. In ko sem njemu omenila porod na domu, sam tako ni šans. Pa so prepovedali partnerje pri porodu. To je bila pri meni tista točka, ko sem tako veščan, mislim, na vse prestanem, sem tudi brez tebe pa ni šans. Tu sem bila, meni bo on res ena taka skala, pa skupaj sva delala priprave, vse sem vedela, kaj mi mora, primiti, pomagati, kako brez tebe. In takrat je bilo po tiste točka, tako, ok, bomo rodili doma. In se je strinjal in hvala Bogu je bila pač res obe izkušnji, no, zelo močni, zelo sta mi dali, ulili moči, poguma. Malo sem se zavedla, koliko imamo dobro telo ženske, kaj se zmoremo, ko smo sproščene, ko smo v svoji moči, ko gremo čez. Jaz sem mogla čez ful stvari pri porodu, recimo, ne, sem mogla se tudi jeziti, recimo, ko sva prej govorila. Meni je rekla Dula, če se noš ti zdaj jezila, se ta otrok ne bo rodil. In tisti, ki je prišel z mene, levinski, jaz sem tako, ne. Wow. Če pomisliš na polšter, ki sem se ga tako zatekala, toliko let nazaj. In s tem porodom Pike sem jaz začela sebe tako zares živeti, ne? Da sem res vedela, kaj smo sposobne. Carica sem tako, takrat prvič. Ja, in... Kaj pa pri drugem porodu je bilo tudi kakšno takšno spoznanje ali pa situacija? Moj drugi porod je bil pa Nacija in tak, Pika je taka umirjena, zelo disciplinirana, ne? Nacija je pa pač hiperaktiven in pri njem je bilo vse bilo hitro in nosečnost je bila hitra in pol tudi porod je bil dosti hiter. Tle mi je bilo predvsem to, da koliko mi je fajn pač imeti skupnost, ko v bistvu so ti, najprej so prišli ti, mislim, babica Dula, pol v bistvu ti otroci dol in je bilo tako, v bistvu je bilo polno, ne, in sem se počutila ful dobro, no, tako nekako obdana, da Sem čakaj, nisem imela pri porodu ful ljudi. Ne, okay. Sam pol so bili, ne, pol se je že rodil, no, ker so pol prišli dol, ampak tu mi je bilo pa sam tako, ful si se v dober kraj rodil, da besti bo, tako en ta... Čakaj, Nacija se rodil medtem, ko si imela v tej hiši? Lih se rodil, pa so prišli, no. Aha, ok. Tako da je bilo ful zanimivo. Ja, spet je bilo vsak porod je malo drugačen, ne, Pikin mi je dal ful te moči, Andreja lahko pove, ne. Nace pa enega tega, zmorem, gremo, tudi če je v bistvu intenzivno in naporno in tako, pač imaš to, in hkrati, ful boli, ampak hkrati, zaupi si, ne. Ti si imela Dulo in porodno babico, ali si imela to v enem? Ne, obe. Ja. Obe.
In Boštjana, ki je ful asistiral, tako da to je bilo. Jaz, pri prvem porodu, ko smo bili v Novem mestu, sem ful asistiral, ker ni bilo izbire, ker ni bilo drugih ljudi za res. Mislim, so prehodile une babice tam, ki so bile, ne. Drugih nismo takrat imeli, ker nismo bili pripravljeni za res. Pri drugem doma, ne, pa smo imeli oboje, Tulu in babico, in jaz lahko rečem, da sem sedel na WC-ju praktično 3 ure, ker nisem imel kaj narediti. A res? Sta vse naredili oni dve in sem bil dobesedno tam sam za neko podporo imaginarno in sem bil prav kompleks potem. Ker pri prvem sem se počutil del poroda, pri drugem sem se počutil, ok, kaj zdaj? Mislim, se nič nisem naredil, ne? Tako da... Tako, zanimivo. Ja, vidiš, a ne, koliko je čisto vsak porod je čisto ena svoja zgodba in vsak jo čisto drugače doživlja, ne? Ampak je pa ful res dobro, če nam uspe res roditi tako, da si v svoji moči, ne? Da si zaupaš, da veš, da je to, da si mirna, tako podprta, to je res da best. Si imel prav kakšen izziv mogoče pri teh porodih? A med? Ja, med pred, če je bilo karkoli povezanega s tem, da je bilo težje, bolj naporno, karkoli. Ja, Pikin porod je bil zelo dolg, no, tako da je bilo tako vmes tako vprašanje, kaj naredimo, no, ampak smo meni je ful pomenilo, da smo ostali tam in da sem jaz nabrala toliko moči, da sem sprejela svojo jezo in da se je rodila. Pol sicer, ko sem se malo pogovarjala z ljudmi, je bilo to v bistvu malo nevaren trenutek. Ne? Zdaj, in jaz se pol sprašujem, a jaz res tukaj zaupam, da bo vse ok, a imam jaz res tukaj v sebi, da nisem niti pomislila, da bo karkoli šlo narobe. Moj mindset je fulkat, vse bo ok, ne glede na vse. Se zgodi kaos, se zgodi potres, vse bo ok, imamo to in imam ful tega in se lahko tako, Odkje to dobivaš? Kje si se tega priučila? Jaz že od ful malega imam to. Jaz sem celo vas bobnala, smo naredili predstavo, tako ful imam te energije v sebi, dajmo nabrati ljudi na kup, dajmo nekaj dobrega narediti. A so tvoji starši kaj takšni? Ker konec konca tvoj brat, moj brat vem od njemu, je podoben, ne? Ja, moj brat je res zelo tak. No, torej ste mogli imeti nek vzor vidva. Ja, Matej, tudi s temi svojimi podvigi okoli sveta, zdaj tukaj ima z jeziki, je čist revolucionaren. Razmišljam, ker starša pa nista v osnovi tok. Oče je podjetnik, sicer je tudi tak, on ima veliko moči pa drznosti poguma, mami ima tisto nežnost, milino. Veš, da ne vem. Ampak jaz to energijo, to kar je. Kje ste pa odraščali v bistvu videla? Na vasi, pri Postojni. Ok, mogoče potem bila da sta bila vzgojena strani vseh vaščanov. Mogoče, ker mi smo bili ful zuni, pa mi smo kar skupaj se lotili. Gremo mi postaviti eno bajto, ne moramo mi biti kar brez placa, če smo mladi. Smo si kar nekaj tam postavili in pol tako čez par mesecev. To je bilo na črno. In so skozi te zgodbe, kamor sem se nekaj gradi in dela. Ne? Tu mene ful živo dela. Pa tu, ko pridejo ljudje, pa tako, pa lahko kar sam so. To je mene tudi tuk, ful me izpolnjuje to. Kaj bi počela, če recimo ne bi se tako išlo, da bi zdaj dobili to kmetijo, pa tako dalje, kaj bi počela na mesto tega? Če sploh imaš v spektru razmišljanja, ki drugega. Ja, to je bil spet eno od unih fokusov od mojega 6. leta. Jaz čem center. Tako da meni je bilo jasno, kamorkoli jaz bom nekam prišla in se v tem ljudje zbirali. Tu pika. In sem imela ful tu. Zdaj sem ki bo. Ali tu bolj v mestu, ali bolj na vasi. Sem prišla kaj na kmetijo, tu je tako srednji česar, kaj. In pa sem tako, sem bojo prišli iz cele Slovenije. In hodijo, ne? Ja, zdaj smo, 300 ljudi smo gostili zdaj v zadnjih par letih, no. Tako da, ful. In to je preprosta kmetija, to ni noben luksus, to vsak, ko pride, ni ne vem kaj, ker niti ni bilo toliko sredstv. Ugotovila sem, da bi rabila neki 1 milijon za tisto, kar sem si jaz želela, tisto observatorij, pa vse leseno, pa tako pa sem lahko, ne, še. In pa sem malo hodila in smo kar štartali z nule, tam smo ogenček zakurili in so prišli ljudje, pa smo se pelali s traktorjem in je bilo the best in sem lahko, pa ta feeling, ne rabimo vsega popolno, sam feeling, da prijemo in da lahko smo, da se lahko narežiš, lahko se zdereš, lahko pa sam greš, ker ti ne paše. To je meni tako, da veš. Kaj pa resni dnevi se še dogajajo tam? Tudi smo jih par gostili. Oliver je bil prvi, a ne? Ja, jaz smo bili prvi, nekaj smo praznovali. Čist prvi. Ja, še na 2 smo imeli. Kaj se pa zdaj, kakšne aktivnosti se zdaj izvajajo v tem centru? Ja, zdaj vsakodnevno poteka ta podeželska skupnost, to je skupinca
12 otrok, ki se pač kot ene delavnice imamo, no, in se poligrajo na podeželju v gozdu. Pol imamo, zdaj bomo imeli malo tabor za družine, ko bo 10 ali 11 družin, vas bo prišlo, bomo kampirali za par dni. Ena ideja tudi, da se družine povežejo, da druga z drugo, vsak sam s sabo in družina med sabo na en drugačen način. To mi je zmer zanimivo, ker to ni sam lušno, mislim, vse sort pride ven, tako da kakšna družina mi včasih reče, jaz si tu čist ne upam, ampak meni je pa the best, ko pa gremo čez to, ko smo skupaj v tem, ko se drži prostor, kakšen dober občutek je. Tako se mi res zdi, da naredimo eno spremembo, da živiš pol malo drugačno. Tu pol imamo gozdne počitnice, družinske dneve, zdaj bomo imeli morda vikend za najstnice. Za najstnice? Malo team buildingu se zdaj lotevam za podjetja. Tako, se mi zdi, da ena nit je tu, ena ta revolucija družin je bila prej ideja, no? Da bi v bistvu, ko družine pridejo, da se nekaj premakne. Kje te pa najdejo ljudje? Kako pridejo v stik s tabo, kje vidijo te vse programe? Na Nikita Lunka profilu največ delim, ali pa družinski center Pri hudi muhi, ali pa Pri hudi muhi na Instagramu. Odkje ime za to? Pri hudi muhi. Yeah. Poj smo iskali ime za nas, najprej smo bili popotovalka, pa tudi to je bil en premikajoč kovček, zdaj imamo pa dejansko mi tukaj. To se še spomnim, to je bilo nekaj časa celo aktivno. Ja, je bil en tak pisan kovček, ki smo ga dobili na Rdečem križu. Ena punca je prišla z nami v gozdni vrtec in porisala, kaj se nam dogaja, in pa smo s tem kovčkom hodili okrog. In pa se je kar naenkrat zgodila ta kmetija in sem tako, tu pa ni več kovček, ki hodi okrog, ki vsi prihajajo k nam. Kaj pa zdaj? In smo se usedli z ono ekipo, ki smo takrat bili in smo sam študirali in kar naenkrat pride beseda hudomušnost. A veš, kaj to pomeni? Verjetno ne tako kot ti. Pa če smo svojo razlago, tako da kar razložite. Hudomušnost je staro arhaična beseda in poleg tega, da pomeni tako malo nagajiv, zabaven, tako, ima tudi en malo ciničen pridih, malo tako temno stran. Veš, ko si ti hudomušen, lahko tudi včasih koga malo špikneš, malo odpreš tudi kakšno senco, tako s hudomušnostjo. No, in tako je prišla pol. Pri nas je velikrat se smejemo, pa je pa tudi point, da smo iskreni, pa da kaj odkrivamo. In se je ta hudomušnost porazvila huda muha, ker imamo veliko muh, muhe grejo, mislim, so povsod, malo nam grejo na živce, malo bi jih rad kar sklesto vse, ampak po drugi strani pa morajo biti, in grejo včasih na drek in tako in odkrivajo tudi, in smo prav rekli, Pri hudi muhi, da ljudje, ki pridejo k nam, da je ful fajn, če so tako odprti, če se radi nasmejejo, ta humor nam je ful pomembna komponenta. Hkrati pa, da so tudi pripravljeni odprti kakšno skrinico, tako pa se o čem pogovoriti, kar jim je težko ali neprijetno. In se pol to združi, veš, v eno hudo muho, ki je pa tako prijetna, pa hkrati malo te spodbudi, da malo zrasteš nekje. Lepo. Kakšna pa vizija? Tako, da jaz sem imela enkrat do 2030, da si želim prižgati 1 milijon iskrc. Ta vizija se z 2 otrokama je zdaj malo spustila. Je pa ideja, da pač ljudje, ki pridejo k nam, da najdejo en košček sebe, da se umiri, sprosti, da pride pol ena njihova živost, igrivost, ki mogoče niso prej tako zaznali. Da se svet malo ustavi in da lahko malo razmislijo, a je to, ali ni to, a bi kaj drugač. Ampak sami pri sebi, torej mi nismo coachi, mi nismo terapeuti, mi ustvarimo prostor, ti pa raziskuj. Malo kot peskovnik. Jaz rečem včasih, da smo tak laboratorij, da marsikaj izprobamo in odkrijemo. In vsako leto se, kakor si rekel, mi dva zdaj odkrivava v pogovoru, jaz malo tako živim, jaz vsak dan kaj odkrijem o nečem, o nekom in nikoli ne pristopam, da ali jaz vse vem, ali imam jaz vse poštimano. Ne. Kaj bi rekla, da bi bil en takšen nauk ali pa en citat, misel, ki ti je skozi življenje precej zaznamovala? Veš, da sem to že razmišljala in ne vem, če imam kakšnega. Ne vem, kaj nekaj, kar si rada sama sebi poveš, pa drugim. Jaz polkrat rečem tako, imamo to. In doskrat so ti kolapsi, pa sranje, pa vse in pa se vse sesuva in tako, imamo to, bomo nek. In da pol najdemo pot. Jaz nikoli ne mislim, da so ki zaprta vrata. Jaz
ne vem, tudi do ministrstva sem že šla predstaviti našo idejo, ker sem tako, ja, valjda, kdo se mora tu slišati, da nas bo kdo podprl, a ne? In vam kar je ta moto, da nikoli ne nehi, a ne, tako. Se mi zdi najbolj res, ko sva diplomsko pisali s prijateljico, ko je bila druga smer, ona predšolska, je socialna pedagogika in sva hodile do tega dekana in on je bil vedno znova ne multidisciplinarni, k timu pa mi ne podpiramo, ne pedagoški. Jaz ono, kako, če imava najbolj temo, kako spremeniti šolski sistem, kako ga izboljšati, in on je bil tako, ja, ni šans, ne morata, vsaka more zase in pol, ko sva bile tam, jaz ne vem, a sva bile 20 tam z Marušo in je bil on sam tako, že nadaleč. Spet te dve. Pišta, sam pusta me na miru, ne moram. In takrat je bil en da se. In pa sva imeli full the best teme, full the best intervjuje, full sva uživali. In so nas tako, vse se da. In pa se mislim, da celo zakonik tam na pedagoški spremenil, da zdaj pa so bili tudi taki z različnih smeri so pisali skupaj in sem bila tako, the best. To je to. Da bomo pa videli te spremembe. Bomo? Jaz zdaj hodim, bom probala na ministrstvu, vsaj dokler bom babica uzakoniti podeželsko skupnost. Čekaj, dokler boš babica? Ja, jaz mislim, da bo za moje vnuke uzakonjen zakon podeželske skupnosti. Torej, da lahko na kmetijah po Sloveniji se najdeta 2 vzgojiteljci, skupina otrok, 10 in da lahko skupaj pač tako, da je podprto, da se sobiva tako v naravi, da se učiš vrtnarjenja, nekih teh vrednot za življenje in da je to del smeri, ki jih lahko starši zberejo. Ker to se mi zdi, da zdaj precej se dogaja v nivoju teh predšolskih otrok. Kaj pa potem? Kaj pa lahko pol starši naredijo svojim otroci, da jim pomagajo ohraniti ta stik, da tudi nadaljujejo v tem stilu? Kar vemo, obstaja kakšna gozdna šola še. To je pa potem to, ne? Malo zmanjka kasneje. Ja, jaz zdaj, ko sem si malo Vision Board delala, pa sem malo razmišljala, sem ugotovila, da je to naša prisotnost. Torej, starši se ne smemo umakniti. Doskrat, veš, ko Gaber imate, otroci nas potrebujejo, on pravi, da največji problem je, ko vrstniki postanejo otrokovi najboljši prijatelji in vzorniki in mentori. Vrstnik ne more biti nikoli mentor in učitelj. In da se mi starši pol doskrat pa odmaknemo, ker on ima itak svojo družbo, on ima svoje življenje. Ne, starši, zraven bodite ful, kar se da. Do 15 leta se mi zdi čisto ok, ne vem točno, kjerga leta, ampak tako več, kot se mi zdi, da smo starši, tu se mi zdi, da naredi. Ali greš ti v sistem, ali se odločiš za neko alternativo, sam bodi prisoten starš. Pogovari se z otrokom, vpraši ga, pejta skupaj na izlete, najdi pot, ker najlažje, mi dva imava zdaj najljubšo vlogo, ker je naporno, ampak otroka čtabiti skozi z nama, a ne? Hmal se bo to spremenilo, se verjetno morda že malo čutiš pri Oliverju, tako da ni več 100%, ne, in tu bo zmer manj procentov in pol boš zmer, zdaj bo šlo na drugo stran, zdaj boš pa ti počasi iskal načine, Olivera, greva to, a bi šel kolesar, a bova nekaj skupaj počela in boš ti mogel malo razmisliti, malo miselnega napora vložiti v to, kako ga navdušati, da se bo družil z mano, ampak to je toliko vredno. Ker mislim, da jim ful predamo pol na konc, ker tu, če si ti pol v šolstvu, pa recimo kakšne stvari ne štimajo, mu boš ti kot starš bil tisti steber in bo otrok vedel, ne vem, tu ni bilo ok, ali pa tu, kar se mi je zgodilo, ni ok, bo prišel do tebe, ti bo povedal, ti boš skomuniciral, a veš, in se gradi in pol otrok postane zmer bolj steber in močan in pol tu, če prije do nekih situacij, drog, karkoli, on bo vedel, ampak moj oči pa, ne vem, kakorkoli in bo stal in ja, tako da tudi tukaj ne mislim, da je kaj prav narobe, zdi pa se mi, da so tukaj nora življenja, tukaj imamo tak divji ritem, tukaj avtomatsko si ful mal z otrokama, ne, ful pozno prideš domov, ful zgodaj greš in malo pa pozabljamo pomisliti, koliko je tu kratko obdobje. Zadnjič sem delala Vision Board, ko bom stara 60, ne, in sem se postavila v tisto vlogo in pa sem mislila, 2054 bojo moji otroci stari, ne vem, 30-35? Ja, in to je fula, ne? In takrat bo že čist na svojem in tu sploh ni tako obdobje. In sem zračunala, kdaj bo sta stara 18, kaj to je to kratko obdobje, ki jih imam priložnost imeti v sebi in zato je bila tudi ta odločitev, ne gremo neko klasično službo, ne vem kaj. Bi bilo super za naš družinski dobrobit, ampak sem rekla, ta kratek čas ne bosta na prvem mestu, pa bomo videli, kako manevriramo.
Ja, se realno v službo greš lahko kadarkoli. Ne? Kadarkoli. Ustvariti takšno zgodbo pa zahteva čas. Zahteva čas, energijo. Vem pa, da nimamo vsi tega na voljo. No? Ampak jaz pravim, če čutiš, da je na tej poti nekaj, kar bi naredila drugače, razmisli, pol vpraši še koga, ki živi to pot, probi to pot in pol, če ti pije vodo, če dobiš one metuljčke, če ti nekaj pravi, ja, pejdi to pot, probijo. In pol pomisli sebe, 2054 ali pa enkrat, kako boš pogledala zdaj na današnji dan, to si jaz oskrat vprašam. In vsak večer rečem z nasmeškom in tako, je naporno, zafrknjeno, ful, ampak je vredno. Ne? In kadar imaš ti odgovor, da je vredno, to je to. Ne glede na to, kaj reče okolica in kaj si kdorkoli na svetu misli o tvoji izbiri. Meni se zdi tukaj ful pomembno en del, ki si rekel, da starši moramo biti prisotni. Ja. Kar vidim, ja. Je to, da se starši dejansko ne zavedamo, kako s svojim zgledom, svojimi dejanji, z besedami vplivamo na otroke. Mislim, eni se vse približno zavedamo, se trudimo, ampak vidimo ogromno okolje, kar nas ful boli, ko starši kadijo zraven otrok, ko starši pijejo zraven otrok, ko starši dajo otroku Coca-Colo in podobne stvari. Ne? Pa če samo ostanemo pri teh čisto osnovnih stvareh, ne rajmo niti zagledati obutev, ki jih imajo, pa kakšne stvari, pa telefone, kdaj jim dajo v rokah. Ne? In dejansko nama dvema je ful boleče, ko vidimo otroke, ki se niti ne zavedajo, koliko v bistvu bodo trpeli zaradi vsega tega. Danes jim je to zabavno, ne? Ampak en dan bodo trpeli. In, ja. ne vem niti, kaj bi lahko tukaj naredili, zato mogoče tudi ta podcast, ne? Da upam, da bo komu dalo zamisliti, da dejansko obstaja boljše življenje. Ker nisem svetnik, daleč od tega. Se spijem, se sem kadil v življenju, ampak vseeno se zavedam, da pa danes, ko imam otroke, ravnam bolj odgovorno. Ker kadil sem pa ravno zaradi vzora, ki je bil v okolici prisoten na nek način. Ne? Ker moji starši niso mogli reči ne kaditi, ker v času, ko sem jaz bil živ, niste več kadila. Ampak predtem sta in ste mi to dala jasno vedeti, ker ste mi fulkrat povedala zgodbo, da sta nehala kaditi pred mano in tako dalje. Ampak to je potem meni dalo izgovor, da ko je družba kadila in so mi ponudili prevečkrat že, da nisem rekel ne. Zakaj? Ker nisem imel razloga, ker če bi moji starši rekli ne vedno, bi tudi jaz nek dan rekel ne, jaz pa ne bom. Ja. Tako da in tukaj moramo starši znati pokazati, kaj meni reči ne. Ja, je pa res težko in jaz verjamem, da tudi ima vsak en svoj razlog in da se mu svoje stvari dogajajo v življenju, tako da ampak se mi pa zdi ful pomembno te zgodbe širiti, no, ker se mi zdi, da ko slišiš eno zgodbo, pomisliš, ne, kaj bi pa lahko drugače, ker jaz sem le vsak dan boljš, ti si le vsak dan boljš, ne, tako, in kaj je tisti en korakec, ki bo naredil prihodnost mojih otrok malo boljšo, ne, in ne rabiš zdaj narediti cele revolucije, začeti šolati na domu, ne, ampak kaj, ne, a je to tista ura, kako sva se premela, ko boš odložil telefon, pa ne, jaz tudi pri sebi opažam, ne, pa sem gost, pa vse, ampak se tudi kdaj zalotam in moram prav zavestno letalski način in podpošter. Pa sicer doskrat prijatelji rečejo, ja, te ne dobimo, veš, tu je pristop, da jaz... Ja, da se to je čas zate. Ja, ker vidim, da me hitro odnese, ne, in... Jaz se meni najbolj, mogoče tukaj, bom rekel, še od vseh teh najbolj boleče tisto, ko dobi otrok Coca-Colo ali pa sok, ne? Ker to ni nekaj, kar si je otrok zmislil, da bi rad, da bi se zdaj sem rodil in zdaj, jaz bi pa Coca-Colo. Ne, mi smo mu dali prvič Coca-Colo, zato da si on zdaj želi. In že sam tukaj moramo sam znati reči, ne dobiš. Tudi pijemo kavo, ne? In jo spijem. In valjda otrok prvič reče, jaz bi tudi to. In mu razložim, to pa je za takrat, ko boš tudi ti odrasel. Zakaj ne moramo isto stvarjati za Coca-Colo, za pivo, za vse ostalo? Glej, ko boš odgovarjal za sebe. Takrat probaj, takrat pi, kar hočeš, delaj, kar hočeš, ampak danes ti ne dam, ker je moja odgovornost do tvojega življenja, da ti ne dam, ti ne ponudim Coca-Cola. In če nikoli ne proba Coca-Cola ali česarkoli drugega, nima potrebe. Jaz vem, da, ne vem, dokler ni prvič pri 3-4 letih videl, da se čokoladico kupi v trgovini, ni bilo nikoli v trgovini problema, jaz bi pa to, jaz bi pa tisto. Ko je pa enkrat videl, da se dan dobi kinder jajček, ne, od takrat bi pa on kinder jajček, ko pride v trgovino. Ja, velik, ja, ful je zgledam, ne, in tako probajo in to. Ja, prav, vsak dan se mi zdi, da je ta ena pot, ja, kaj narediti, kaj zbrati, kaj ne, ja,
Se pravim. Se mi zdi pa, da je nam staršem trenutno težko, ker imamo toliko vsega v izobilju in toliko. Se mi zdi, da nekoč, ki ni bilo, in ki si se mogel res malo bolj potruditi za preživetje. Ne bom rekla, da je bilo lažje, ker so bili ful težki časi, ampak zdaj ta obilica vsega, in ekranu in sladkarij in To je pa res. Da smo butanem iz vse strani, pol tudi, če bi pa ti rad, pa ne vem, stari starši tako ne mislijo, in otrok gre malo v svet in sosed in tako, in moraš res biti stebr, ne. Ja, to pomeni, da moramo tudi stari staršem znati reči ne. Ja. Postaviti mejo. To pa si je borba. Mogoče te eno takšno izzivalno vprašanje zate. Ti si vedno rada vsem pomagala in še danes verjetno, ne? Dej pa zdaj povej vsem poslušalcem, kako pa lahko mi tebi pomagamo, da bi uresničila svojo idejo? Wow. Nisem pa še nikoli pomislila na ta način. Zdaj mi se čas. Kaj bi rabila za ta trenutek? Kaj je ena malenkost, ki bi jo rabila v naslednjem obdobju, ali pa koga želiš, da pride v tvoje življenje, da ti pomaga? Ja, ful imam vesela, kakšne tako dobre misli, že to se mi zdi, da ful naredi. Jaz večkrat rečem, ne bo ta prostor tako res svetne, tako da že tu, da ne uspe, to se mi zdi, že ful. Konkretno pa, ja ne vem, že tu recimo, da prijete na tabor, to je ena taka konkretna dejansko super stvar, ali pa na gozdne počitnice, na to, kar ustvarjamo. Ja, na kakšni točki bomo veseli tudi kakšne donacije, ki se bomo opogumili za ta korak. Ker te moje sanje, da nastane družinski center, tu bo vseeno potrebovalo nekoga, ki bo tudi za tam stal. Ampak se mi zdi, zdaj si še malo neupen tega koraka narediti, ampak ja mogu. Okay. Ampak si povedala? Sem pa povedala, tako da ta je... Torej, če bi nekdo danes želel donirati tako teoretično, mislim praktično, ne teoretično, kako lahko to naredi? Je prav tako? Ja. Da bi doniral družinskemu centru. Ja, ne vem, lahko pa veva od našega zavoda TRR, ali pa ne vem, kako bi lahko bi neko fundacijo naredili, ne? Če je zavod neprofitni politik, ja, itak je. Mislim, da donirajo. Kot donacija. Okay. Torej, to je recimo ena opcija. To bi bila ena opcija. Okay. Da mi šeš, da si dala ven, vseeno. Dala si v svet. Ta je bila zdaj kar. To si me zdaj res. Danes delamo preboje, hočeš nočeš. Ta pogovor je res. Mogoče pa še en preboj za druge. Ja? Eno knjigo, ki bi jo res priporočila vsakemu v življenju. Ja, za starše malo starejših otrok, ki niso več ti luškani 4-5 let, bi res priporočila Gabor Mate, otroci nas potrebujejo, ker to je tisto, kar sva se prej pogovarjala, ker starši doskrat ne vidimo. Ta knjiga pa ti res da pogled, wow, koliko sem pomemben v otrokovem življenju. Bom se potrudil ostati v njegovem življenju, tako da tam je taka, ki mi zdaj prva pade na pamet. Ful, dobro. Hvala ti ful za čas. Jaz sem užival. Jaz tudi. Zvedel o tebi veliko stvari. Tako poznava se ful časa, pa hkrati še veliko je za spoznati se. Tako da res hvala, da si vzela čas in res upam, da bodo tvoje ideje se uresničile, ker mislim, da s tem ustvarjaš tudi ti boljši svet. Hvala tebi, Rok. Zelo sem uživala. Tudi jaz sem veliko spoznala o sebi in tebi in mi je bilo veselje in upam, da bo to v doprinos. Hvala ti. Hvala. Poslušalci, ful hvala ti, da si z nami do konca te epizode. Če imaš kakšnokoli dobro idejo, ki si jo dobila, daj napiši v komentar, lajkaj, šeraj, subscribaj se. Skratka, vsaka malenkost nam ful pomaga, da vztrajamo na tej poti, zato ker si resnično želimo skozi zgodbe zmagovalcev pomagati tistim, ki potrebujejo upanje, zato da bo lahko njihov jutrišnji dan še lepši kot danes. Hvala ti.